Jaz verjamem, da imaš kontrolo nad svojimi prepričanji pa vrednotami, imaš odgovornost za to, kar ti leti ven iz ust in kar narediš in posledice tega, brez spoštovanja, brez veze, da se sploh karkoli gremo. In danes ga manjka. Ja, Jernej Picelj. Mi pa dobesedno rešujemo življenje najstnikov. On pride na delavnico in napiše anonimno vprašanje, jaz bi se ubil, starši pritiskajo name, ne vem, kaj naj s svojim lifeom, in po koncu delavnice ista pisava, evalvacija, zdaj vem, kaj bi rad počel v life. Da je partnerski odnos dober, se to po moje tako projicira na otroka, da je kar smešen. Mami iz otroka naredi fanta, oči pa iz fanta moškega. Pridejo te momenti v življenju, ki te življenje testira ali pa vesolje testira. Ali ti res to hočeš delati ali ne? Sprejmi odgovornost, naredi spremembo ali pa sprejmi posledice. Vsak dan živ tako, da boš konec dneva ponosen. Teorija je nekaj, da ti ljudem pač poveš to. Ampak kako vi poskrbite, da oni slišijo in da to pa lahko tudi integrirajo? Se vprašam, kako od vas vsak dan objame oče pa mami pa jim pove, da jih imaš rad. Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Ja, zanimivo je eno vprašanje zate, zakaj vesolje? Kaj eni rečejo kozmos, eni rečejo Bog, eni rečejo, ne vem, flaša piva, kako rečeš, vsak ima svoj smisel. Zakaj ti bereš glih to besedo? Vesolje. Full over vprašanje drugače. Ne zberem Bog, zato ker je preveč povezan s krščanstvom pa religijami in avtomatsko jaz ne verjamem v to, da je Bog izven nas. Verjamem, da smo vsi del enega in mi smo del vesolja. To je pač vsem jasno. Ni vesolje nekaj, kar je od nas odtojeno, mi ga sestavljamo. Medtem, kako so Boga iz človeka ven postavili, so ljudem oddeli praktično moč, da so oni Bog, da oni tudi ustvarjajo, da smo vsi isti. In jaz verjamem, da tudi Jezus, da je pač bil eden izmed največjih, najmogočnejših mislecev, ki je res delil zelo lepo resnico in je ljudem dajal to, kar tudi mi zdaj dajemo. Se pravi, neko moč nazaj v njihove roke, da se lahko pozdravijo, da lahko živijo. Ampak pol pač nekomu to ni bilo všeč in vemo, kaj se je zgodilo. Tako da, kakor je zraven neka korist, vesolje od nas nima nič. Kakor pa ti rečeš, Bog je pa tako njega se moraš bati, njemu moraš služiti, ti si manj, ti si to. Tako da jaz mislim, da iz tega vidika mi je vesolje bilo najbližje in čisto naravno mi nekako ta beseda pride, ko razmišljam o tem, kaj sploh smo. Plus to, da koliko pa poznamo mi vesolja praktično. Nič, tako da lahko greva zdaj kle filozofirati, ampak brez veze. Ja, šteka. Ne, da beš, super. Hvala ti. Daj mi povej zdaj ti, kako se je tvoja življenjska pot odvijala, da si prišel enkrat do točke, pa kdaj je to bilo in si rekel, zdaj bom pa jaz pomagal najstnikom. Zakaj? Greva se malo tega dotakniti. Ja, hvala za vprašanje. Sem razmišljal, kaj me boš vprašal in sem predvideval to in pol je šlo vse možne smeri v moji glavi, te scenariji, tako da jaz bi rekel že od majhnega. Nisem vedel, kaj bi počel. Nikoli nisem imel cilja za kariero. Jaz sem vedno vedel, da hočem biti mož pa oče. Sta mi mami pa oči tle velik vzor. Dolgo časa sem živel z idejo, moja prva bo moja zadnja punca, ker je sta oči pa mami tako. In je meni tu noro všeč in vedno je doma veljalo, kjer je ljubezen, se da vse rešiti. In ona dva sta number one example za to, definitivno. Tako da, ja, že od majhnega sem stremel k ljubezni, k družini. Babica je me upisala, ki je dosti verna, ampak me je upisala, da sem tak milostljiv, merciful pač, tako da znam odpuščati, da ne gojim nekih zamer. Pa so se pač dogajali dogodki v življenju, več teh je bilo, odnos z mami se je skrhal pri 6 letih, ker sem zvedel, da mi je ime Jernej Nejc. To sem še lepo ugotovil. Mene so vsi klicali Nejc, uskus. In zgodba zade je, da oče je imel prijatelja, ki ima sina Nejca in ker ima oče že prijatelja sina Nejca, bomo pa mi dali našemu ime Jernej, bomo ga pa doma klicali Nejc. Ampak jaz sem bil pol Nejc vse posod, v vrtcu,
še v redovalnici v vrtcu je pisalo Nate Spitzel. In jaz sem si na tem zgradil ime. V vrtcu sem bil King, najbolj glaven v skupini, jaz pa še en Marko. In prva stvar je bila, v mali šoli so nas dali na razen, meni so dali v drugo skupino, tam je bilo avtoriteta je bullshit, ker ti lahko kadarkoli vzame, kar si ti gradil, jaz sem 5 let gradil tam v skupini neki svoje ime in pa prije prvi dan vrtca male šole, ki sem hodil še vrtec mala šola 8-letka. In reče, ti si zdaj v drugi skupini, zakaj? Ker sta z Markotom skupaj, vas ne moramo kontrolirati, ker vsi sledijo vama dvema, ne tršici, in enega moramo dati in bomo dali tebe. In jaz, cool. In pa prijem prvi razred, prvi dan in vsi novi, ker sem hodil na drugo stran mesta v vrtec, oni so šli vsi v osnovna šola Šmihej v novo mesto, jaz sem šel v osnovna šola Grm. In valjda zdaj se bom tle pokazal pred novo skupino, kdo je sem, evo zdaj boste videli Nejca. Učilca reče, Nate prid pred tablo in jaz se vstanem vas pogumen in hodim do table, prijem gor, a veš one zelene table, stara učiteljica je bila, 2 leti pred penzijo, že spravšen skor, in sva 2 pred tablo. In jaz ko, 2 Nejca, tu bo žur, In pa učiteljica gleda v list papirja, gleda mene, v list papirja, gleda njega, kako 2, če imamo enega? In moja prva misel je bila, da Orfan se je zmotil, malo je živčen, prvi dan se zgodi. Pa vidim, mami stopi iz vrste staršev, prije do mene, se sklon dol in reče, ja, tvoje ime ni Nejc, ampak Jernej. In jaz kdo je ta Jernej, stari? Kdo je, meni se cela identiteta porušila. Stari. Ja, in v momentu, pol sem delal en program, pa 31 Landmark Forum, kjer tako pogledaš o tej nedelujočnosti v življenju. In nisem vedel, da mi odnos z mami ne deluje, prej sem šel na ta program, ampak tam sem odkril, kjer tako deluje, fenomenalno, sem odkril to zgodbo, ker sem se jo pol tisti dan izumil moji mami in to je, da moja mami danes bi to najbolj v eno besedo dal je pač šalabajzer. Ne more mi zaupati, niti ne ve, kako mi je ime. In od takrat naprej res nisem zaupal moji mami, ona ima firmo svojo že 30 let od leta 91, jaz nisem nikoli bil ponosen na njo, vedno mi je šla na živce, ker je bila skupina ljudi, zdaj prav v tej momenti sem treniral ples in ona pride noter v garderobo in nekaj me sprašuje, predvsem tam je 12 nas in ona nekaj sprašuje, se rekel, daj pejt ven, ker mi dela sramoto in nikoli nisem vedel, odkje je tu prišlo, zakaj bi jaz to mami rekel. Danes mi je jasno, ti si meni usramotila pred celo skupino v mojih očeh, ne zares, ampak pred celo skupino novih sošolcev in jaz sem zdaj izgubil renome pri njih. Niti ne ve, kako mu je ime, kaj šele, da mu bomo sledili. In pol pač kadarkoli je bila skupina ljudi in je bila ona zraven, mi je šla na živce. Pač tako prav uno. In pol na tistem programu smo to zaključili. Tam to so bile 2 take, se je začelo. Pol iz fotra mi je bilo, sem bil star 8 let, so trenirala z bratom tenis in oče nas bi mogel pelati na trening. Vedno nas je mami pelala na trening. In zdaj pol ure pred treningom oče ni doma, ker je imel neke službene obveznosti, je pa rekel, da bo prišel in nas bo pelal. Ampak pol ure pred treningom tam malo reče, jaz grem, jaz ne bom čakal oče. Kaj če zamudi in tle je že kdaj zamudil in nas je pač, rečemo temu, smo zaradi tega mi zamujali, nismo hoteli trening, In tam malo gremo in jaz kodej, ne, se bo prišel, ne gremo. In on se obleče, gre, se jaz oblečem za njemu, grem. In pa se prav spomnim tam na Grmu, ki je ena Ljubljanska banka, jaz se tam ustavim in reče, ja, kadej greva domov, oči bo prišel, ne mora iti peš. No, ne, jaz grem in je začel hoditi. In pol jaz starejši brat, zdaj ima tle izbiro, ali greš tam malim, ali počakam doma. Kaj bom rekel, če oči prije domov, kje je jaka? Ja, šel je sam na trening, kako si ga pustil, kaj ti ni jasno. Zdaj grem z njemu na trening, oči prije domov, prazna bajta. Inač, sem šel z njemu, kao bom ga zaščitil, velik brat, 8 let star, pol bi ga lahko, če bi kaj vršlo, ampak pustimo malenkosti in nač pa oba dva ponosna, da sva prišla, to je bilo na drugi strani mesta, to je bilo, ne vem, 4-5 kilometrov stran hoje, do osnovne šole Bršljin. In vsa ponosna, da sva tam prišla in medva noter in po 1,5 ure treninga sam foter pride, jezen koris, nas pobaša v avto domov in stara šola, kuhanca, hlača dol in poriti. In se mi je drugič avtoriteta, pač, rečemo temu, zamerila, ker sem jih dobil, pa nisem vedel, da sem si jih zaslužil, da bi jih dobil.
Ni pa verjel, da je ta mal iniciiral vse skupaj, ne? Kar je pač vedno starejši, tu pa je ta prekletstvo starejših, ne? Kukor je kaj dobrega, si rečemo ti odgovoren, kukor ni, si takoj ti odgovoren, ne? Dej, kaj bo ta mal, ne? Valjda si ti, ne? Tako da, ja, in to se pa tudi do brata se je v bistvu zlomilo. Ker sem si ustvaril zgodbo, kadarkoli bom ta mal mu pomagal, sem ga jaz pol nasrkal. In je tako zanimivo opazovati, danes, ko opazujem za nazaj. Ne? In tam so se te zgodbe začele, pol sem bil v osnovni šoli buljan, in pol vsa ta najbolj vitalna leta, jaz sem razmišljal dosti drugače, pomembna ljubezen in tako naprej. Tako da ja, pol sem padel pod vpliv tega okolja, te kulture in sem šel študirati ekonomijo, kao to bom dobro izpadel, a ne, dobro bo, boš imel veliko denarja, oči direktor muzeja, poznajo vsa upravne direktorje ta večjih firm v Novem mestu in služba garantirana, dobro bo, vse bo super, a ne. Ampak sem skus imel pa neko tendenco, da nisem poslušal drugih, sem skus nekako po svoje rino. Tako da ja, 9 let sem študiral ekonomijo, 3+2 sem raztegnil 5+4, po mojem zaradi takih, kaj jaz, danes ne morajo več tega delati, a ne, danes ne moraš več na obeh do diplomcev, po diplomcev ponavljati, pa pisati diplome absolventa. In sem pa šel študirati na Dansko. To mi je pa ful dal. Ok, prej grejo na Dansko. A si pol na neki točki staršem odpustil ali kako je bilo? Je bilo to verjetno kasneje pol, ne? Ja, to je bilo vse, rečemo, oče je pol, sem star 27, možganska kap, najprej srčna, smo skupaj igrali basket, čez en teden možganska. Tako da njemu sem tam noter dosti tega, sem rekel, ok, on bo zdaj verjetno nov človek, spoznaj vedno človeka na novo, takrat sem glih bral te Krishnamurtija in te podobne indijske. In je tam ena tam je ostala, vedno spoznaj človeka na novo, ni važno, koliko časa ga spoznaš, ne, tudi svojo ženo danes spoznaj na novo, čeprav si šel zvečer spat za eno, se boš mogoče zjutraj zbudil z drugo, ker je ona vmes mogoče kaj dojela. Zdaj, velika verjetnost je, da ne, ker je pač tu vseeno overtime, ampak nikoli ne veš, da se zgodi switch, ker sprememba je pa momentna. Tako da ja, mami pa bratu pa ja, pol. Po 31. ki sem naredil program, ki sem začel odkrivati te vzorce in te odločitve svoje, ki sem si jih jaz naredil, ki so moja odgovornost. Tako da ja, danes imamo super odnos. Ki si bil buljan, ki si rekel, ne? Bi me malo pelil v kakšno zgodbo, kaj se je dogajalo? Ja, se pravi, ena taka je bila, da jaz sem imel 4-5 v razredu, treniral sem ples, jaz sem 16 let treniral ples, in na drugi strani je bil pa sošolc, ki je imel 2 starejša brata, pol kasneje sem zvedel, da je oče tudi pil, tudi nesrečno umrl v 5. razredu, srčna kap padel dol na vratih, starejša brata sta dosti živela nad mlajšim, ker se naj bi oče nad njima, da to so pa zdaj zgodbe, ne vem, če je resnica, ampak če tako povzamem, je jasno, tukaj je prišlo to njegovo vedenje. In pol igramo fuzbal in on je treniral fuzbal. In roka, ne, ni roka, je roka, obtelesna, ni, tu je roka, se kregam z njemu, edini, ker sem se upal kregati z njemu, noben drug se ni, pač vsi so rekli, da je pust, jaz pa ono ne, če je kaj prav, moraš držati za resnico. V mojih očeh je bila prav obtelesna, v njegovih pa je bila roka. Ampak pol je tu tako eskaliralo, da je on nabombal celo višjo stopno pred šolo, da bo on mene pretepil. In jaz, ok, čas, da gremo domov in jaz vidim, tam stoji, vpraša, kaj je, ja, nič, ta te čaka, zdaj tle vse nabombal, da te bo pretepil. In jaz doma mi niso tega učili, grem ven čez zadnja vrata. In na zadnji vrati 4 stojijo, ti ne greš zdaj tle domov, ti boš šel tam domov. In pa sem šel malo stran od teh zadnjih vrat, pa sem videl, da rotirajo gor, pa sem nazaj šel, pa so hitro rotirali dol. Tako da nisem mogel pobegati na koncu. Zdaj lahko bi šel čez nižjo stopno domov, pa se mi je zdelo malo izpod časti. In pa sem rekel, neč grem ven, kar bo. In itak, ker sem prišel ven, je on stal in za njemu še 4, valjda, ker zdaj se bo tu naredilo, mi moramo tu narediti. In pa me je pritisnil ob steno in 2krat udaril v trebuh, ker sem ga polel oči, sem vedel, da je njemu bedno, sam zdaj mora executati. Ampak v enem momentu sem se jaz odločil, da ljudje so idioti, da sem sam pač, noben ni stopil na mojo stran in jaz sem boljši od vseh.
In takrat jaz imam ful visoko stopno arogantnosti. Če nimam tega pod kontrolo, ta podcast je brez veze. Jaz ga rolam 100krat bolj. Od vseh na svetu. Od Mesija sem boljši, od Jordana sem. Pač default mehanizem, ki se je postavil takrat, zato da se obran, da ker sem sam, ali pa ker se mi zdi, da sem sam, se zdaj se bolj zdi, ker nisem več. Ne? In da se lahko, rečemo temu, zaščitim od idiotov, je pač ta, ti si boljši, v redu je, pustih primer, ali pa tako, ali pa se kregam, no? Ker sem veliko gameov, sem bil tudi full toksičen, pač, kar se tam tiče. A si doma povedal? Ja. Sam nisem imel učitelj več takrat kaj narediti, je rekel učitelj telovadbe, sej bi ga udaril, ampak ga ne smem, ne? Da bi mu pokazal, da se to ne dela, ne? Je rekel, pač nima kaj narediti. Ne? Ni bilo pa tega občutka sramu, ker se ti je to zgodilo? Dobro vprašanje, nisem razmišljal, če mi je to prineslo sram. Pa zdaj bi rekel, da ja, iz kje, ker recimo to je ena stvar, ki sem razmišljal v vzgoji, mojega očeta do mene, sina, močkega, recimo mene oče ni nikoli tako, da bi rekel, da zdaj gremo delati sklece, gremo trebušne, pač te vaje, ker on je bil športnik skus, on je pač plaval v Krškem, bil to pač dober plavalc, pa so vaterpolo igrali, fuzbal so igrali, pač tako, In ni nikoli tega neki verjetno ekstra počel, kakor znotraj treningov. In pol mogoče ni mene, ne vem, pač nisem ga nikoli vprašal, zakaj ne, ampak še danes, če rečem sklece, on reče, to je kar nekaj. Pa zadnjič sem ga sprovociral, da je naredil 3. To je. Prvič v lifeu sem ga videl delati sklece, nekaj čez 60 je zdaj star, 63, 64. Tako da, ja, je bil, danes bi rekel, da ja. Če bi se postavil v obdobje warriorjev, samurajev, pač sem prenesel sramoto družini, mogoče. Ker se nisem postavil, ker se nisem šel v fajt z njemu, ker sem pač sam čakal, da mine, pa grem jaz domov. Tako da mogoče eno stvar, dobro vprašanje, da malo bolj pogledamo to. Ja, ne, iz sebe izhajam, veš, ker jaz sem tudi imel podobno izkušnjo, je bil pa tudi en mlajši fant od mene, osnovna šola. In neki smo bili odzuni, na igrišču smo se igrali pa to in ne vem, neki je rekel ali karkoli, pa sem ga jaz tako zelo, da spel se tam malo, kva boš ti dej. Okej, In po šoli smo imeli basket trening in jaz sem čakal pač na basket in sem bil tam, jaz pa mislim, da je bil še en drug fant pred šolo, no in vidim tako v daljavi tega tam avga, in z avta stop nek pač večji od njega fant in on pokaže name, in on pohod pred meni in meni tak začne naraščati straha, in on pride do mene in tudi pritisne na steno, šamarčina, poka in mi reče, on ni sam tukaj. In me še enkrat pretegne in gre, In jaz v tistem trenutku sem videl, da tam eni gledajo, pa eni tam gledajo. Meni ni bilo več strah, meni je bilo sam sram. Tako, kakšna sem jaz lulika, stari. Kaj je bilo to zdaj, In jaz nisem upal doma povedati tega, ker me je bilo toliko sram, da bi moj oče zvedel, to. In tudi nobenemu prijatelju pa to, In od takrat naprej sem imel pol zelo dolg občutek, da sem sam. Še zmeraj sem bil brihten, ampak zmeraj, ker sem bil brihten, me je bilo pa strah, sam da se je en postavil pred mene, sem bil pa, zdaj pa ne več, zdaj pa prosim, sem se sam hecel, Tako da ta je bila taka, ki me je kar zaznamovala, in sem dolg časa porabil, da sem sploh sprejel to, in da me nima biti kaj sram. Ampak to so zgodbe, veš, ki mislim, da je zdaj lažje se mlajšim odpreti, ker imajo občutek, da imajo okoli sebe neko varno okolje, kjer lahko to povejo. Jaz ga mogoče nisem imel ali pa sem mislil, da ga nimam. Pitaj Boga, kaj je šlo takrat po moji glavi, ampak iz tega sem izhajal, ko sem te vprašal o sramu, ko me je zanimalo, če si ga tudi ti čutil. Zdaj, ki si to rekel, ne vem, če je oče to vedel, mami ja. Z očeta pa ne bom dal roko v ogenj, da je to vedel. Sem pa vedno tekmoval z njemu na polno, ker jaz sem z njemu hodil basket rekreacijo in največji užitek je bil, ker sem njega ubil. Zdaj mi je bilo to največji sram, zmeraj me je dal v drugo ekipo in pa je bilo pač vojna. Po, ker sem zrastel in sem bil močnejši in sem ga lahko mu preprečil napade, metanje trojk ali pa dal kakšno banano.
Ampak je po drugi strani logično, ker danes gledam. Vsaka generacija hoče biti boljša od prejšnje in se mi zdi, da če bi meni, ko bo time je enkrat dal banano, rečemo, da gremo igrati basket, jaz bom bil ponosen, evo sine, zdaj si nadmudri oči, a jaz sem naredil svojo vlogo. Kar se tiče basketa, če si od mene, pej se učiti od nekoga boljšega. Ne? Pravijo že Špartanci, mislim, da so to filozofijo živeli, da moraš iti kot sin z očetom čez 3 faze. Prva faza, kjer ga vidiš kot močnejšega, se ga tudi malo bojiš. Druga faza, kjer si dokažeš, da si v bistvu ti močnejši od njega. In tretja faza, da ugotoviš, da sta v bistvu enaka. In čez vse te faze je dobro, da se oče tudi zaveda, da je dober za ta malega, da se more boriti, da pride do tega, da ga, pri meni pa mojemu fotoru je bil to recimo tek, šprint. On je me zmeraj hotel tekmovati z mano in nikoli mi ni pustil, da zmagam. Potem sem ga pa enkrat nascal, Pa ni nikoli več tekmoval stav. Ne, pa se je smejal pa tako. Okay, pa šah sva igrala, ampak tega pa nisem nikoli premagal. Ja. Mogoče bi en dan ga, ampak sem ga zgubil. Tako da sem prišel do faze, da sva enaka. Če ne prej zdaj, ker imam občutek, da je on jaz. Tako da to so take stvari, ki mislim, da sploh ta relacija oče-sin, vidim, da velikrat je neka barikada vmes, zato ker naši očetje z njihovimi očeti niso imeli odnosov, če tako gledaš. Redko je bilo, da je kakšen bil res postavljen pa na ta način delal. Medtem, ko naši očetje z nami so že imeli, nek malo bolj tudi topo odnos, pa ta, da je tudi si želel preživljati čas s tabo, pa ni bilo samo tako, boš že. Ja, malo na ulico, pa ki pade, se luči prežgajo pri domov. Tako je, tako. In zdaj, kako bomo pa mi naše sinove, pa hčerke vzgajali, pa spet neka nova verzija, ampak bolj, ko se temu odpiraš, bolj, ko rešuješ tudi svojim fotrom, pogovarjati se, veš, bod ferbčen, kako si ti odraščal, kaj si ti delal. Meni je edin tega tako mogoče malo žal, da nisem več o njemu vedel iz njegovih ust. Vse ti pol drugi povejo, on je bil pa tak, sam ni isto. Ne. Tako da... Ker drugi bi tudi lahko rekel, Jure je imel super otroštvo. Ker noben ne ve te zgodbe, ki si jo zdaj povedal. Ja, itak, pa se jih je več. Se jih je več. Itak, da ja. Ampak to, veš, spodbujati sinove, da povejo staršom, ali pa hčerke, da povejo staršom, kaj čutijo, koliko jih imajo radi, kaj jih moti. Neko to razumevanje, neka ta čustvena zrelost, ki jo mogoče, z nekim ščitom malo na stran porinejo starši kdaj. Tako, sej jaz tudi tega nisem imel, pa sem čisto v redu. A si res v redu? Ja. Ali je kle noter neki, ki se pol v kakšni bolezni pokaže, ali pa tema, ki ne gre ven. In te mala bitja, to te lahko samo učijo, samo moraš biti odprta. Tako da ja. Ja, zanimivo. Zanimivo je biti oče, ja. Imam 2 sina, tako da manj ker rečem temu, jaz imam odgovornost in čast. Da, 1 pa 4, ne? 1 pa 3. 1 pa 3. 3 pa pol, je gajsten že, tako da je the best. Ja. Prej sem te hotel vprašati, predanski sva ostala, ne? Ja. Kako se je pa razvila zdaj ta ideja, s čimer se zdaj ukvarjaš? Jaz bi da mogoče poveš malo, s čim se zdaj ukvarjaš, pa kaj je nekak namen tega. Ja, vse je povezano, veš, ni, ko bi temu rekel, en dan sem se zbudil in sem rekel, tu bi zdaj delal. Vse je tu, so sledje dogodkov, Tako lahko skočiva zdaj, pa mogoče pa gremo nazaj, da dobi vse skupaj malo večjo, rečemo temu, kontekst večji. Se pravi, imam projekt za live, zakaj rečem projekt, ki še ni prav brand, ni brandirano, ni pač je pod SP vodeno, zdaj imamo plan letos, da bi tu spravili DO in pol bo pač legit firma. Se pravi za live, zdaj smo dali nov slogan, kjer najstniki najdejo svojo pot in gre pa ven iz tega, da mi verjamemo, da prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih. Oziroma jaz verjamem in posledično vsi, ki so zraven, Ker meni so najbolj na živce, ker sem bil najstnik, da so rekli, svet stoji na mladih, pa si pa imel idejo, pa en stric tam iz ozadja rekel, da je tam malo tiho bo, kaj ti veš, si glih iz plenic prelezel in ti si pol tako, kdo je zdaj tle mlad, ne? Če jaz nisem pri 17, vsi ti, pri 45, čeprav da sem mlad, ker sem star 37, ampak perspektiva je drugačna, In
Če pa gledam še iz drugega vidika, je pa ta, da jaz rečem, jaz sem Windows 93, oni so pa Windows 11. Jaz ne morem z njimi tekmovati po količini procesiranja podatkov, lahko pa edino jim pokažem, kaj deluje, kaj ne deluje. In imel sem to srečo, da sem bil sosed Dejana Soterova, ki je ustanovil Mavrične bojevnike, prvi 14 let življenja in sva se poznala in pol me je povabil zraven. Tega je zdaj, to je bilo 2017 poleti in sem 6 let deloval pod njihovim okriljem, se pravi, hitro je videl, da sem malo bolj sposoben, da znam več, me je potegnil zraven na vikend evente, mi je dal zaupal, da sem bil vodja organizacije taborov Mavrični bojevniki. To je kar velika zadeva, takrat je blano, ker je bilo 35 otrok, pa skoraj še enkrat toliko odraslih, ki je en mentor na 4 otroke, pa imaš kuhno, pa tehnično ekipo, pa tako res veliko, tako mislim, sem vodil 70 ljudi, 2 tedna zapored. Hudo. Ja, hudo, sam pol leta nisem mogel umiriti svojih možganov, Ja, ker to je pač dela. Tako da ja, pa me pa povabil en dan zraven, če ne veš, vprašaj delavnico, ki je on postavil. Tam sem pa vedel, da bi rad delal z najstniki, ker sem dobil par feedbackov, ker sem najstnike pisal, ne vem, prav posebej je bilo na koncu vedno evalvacijski list in 3 so bili prav, rad bi bil tak Jernej me je ful inspiriral, ful me je motiviral in pa sem rekel pismo, da bi to lahko počel skozi, bi bilo top. In pa prije situacija, Dejan je double bookan in je rekel, dej 5 ti, da ne odpovemo. In sem šel in sem dober odpeljal, oziroma lahko rečem vrhunsko, ker je stopnja zadovoljstva bila že takrat, ne vem, 93-94%. In pol mi je zaupal ta projekt, sem rekel, če lahko jaz to prijam, jaz bi to delal, je rekel ja, in pol v bistvu sem začel kontaktirati šole, pisati maile, se učil tega cold marketinga, ki je še danes naš number one marketing, tako da ja, pol sem začel to delati in lani januarja sem zapeljal v projekt za life. Zaradi tega, ker se je ponudila tujina in sem vprašal fanta, če bi tu peljalo tujino, takrat so rekli, da ne, da nimajo te želje, da bodo bi raje tle Sloveniji. In pa sem naredil za live z njimi, pač partnerski odnos, kar se tiče delavnice, če ne veš, vprašaj, smo pa zdaj razvili še druge programe. Ja. Heroj za life je malo bolj za bullying, pol imamo mentorske programe, 1 na 1 legenda za življenje, zdaj bootcamp organiziramo prvič, tako bolj bootcamp voditeljstva, to je 6 dni v, res rečem, v pralnem stroju, tako fizično kot mentalno, tako da na eni lokaciji, kjer je bazen, sauna, biljard, džakuzi, oljke, pač ko mer, ko ni signala in bodo imeli vse gadgete s sabo, zaradi tega, da jih naučimo smart uporabe teh gadgetov. Tako da pač, ja, en najstnik bo šel noter in drugačen bo šel ven, boljša verzija, 2.0, rečemo mi temu, no. To je naša obljuba. Mi predavanja za odrasle delamo na podlagi delavnic, no. To so trenutno programi. Zdaj pripravljam še online, pa hočem narediti prav community, prav nek pač ta brand, malo večji, k temu se reče profesionalno, kukar naj bi rad tega izraza uporabil, sam ne znam boljš, kukar, a veš te, recimo so Starbucks, McDonald's, Harley Davidson, Apple, a veš, ker na nek način nek svoj kult, ne, si tudi tega z underdogom gradiš, nek cult brand, ampak nima lastnosti kultov, da bi zdaj se mi tam neki življali, ampak pač sam tako ljudje hočejo biti del tega communityja in mu prispevati, in imajo noter prostor to narediti, no. Tako da, to je kar počnemo, ja, dodamo 96 šol v Sloveniji, 5 šol v Gruziji, ena organizacija v Ameriki, več kot 14,000 najstnikov, stopnja zadovoljstva je 98%, tako da, ja, delamo vrhunsko. In šole so naši partnerji, tako da Dejan Kocon, shout out, ker je pač res prevzel ta del, da kliče šole zdaj in je z njimi partner, glizanic se vozva z avtom in ga kliče ena svetovalna delavka iz ene šole in reče, živijo Marija, kako ste? In pač ona, vi imate kar mojo številko shranjeno in pač veliko pomeni ta. Tako da, kukor smo biznis, je tudi šokantno za ljudi, da a ti si tu kar tako v šole prišel, pa biznis, nisi NGO, pač ne, nismo NGO. Zakaj najstniki? Zakaj pač, ker prihodnost sveta stoji na mladih in jaz verjamem, da če bi, rečemo, v šolski sistem upgradeal, mogoče ga niti ni treba toliko zamenjati, kukor upgrade, da daš noter več življenja, kar te delavnice dajo. Mladi tudi cenijo, si tega želijo. In shiftajo full hiter.
Tako da razlogi so prihodnost svetosti na miselnosti mladih, z njimi se lahko pogovarjam kot z odraslimi in hitreje dojam bolj odprti glav se kot odrasli. Zdaj ti bom en challenge vrgel, ker jaz verjamem v to, da če delaš z mladimi, izhaj iz sebe, pa bo to vzor, tako kot si tudi sam omenil. Ja. Kaj je tebi pri tebi? Kaj najbolj spoštuješ, kaj najbolj ceniš, kar ti delaš, s čimer kažeš tem mladim, kakšno pot živeti? Rečva temu vrednote, kakorkoli. Dobro vprašanje. Sprav meni je najvišja vrednota spoštovanje. Slišim, če je brez spoštovanja, brez veze, da se sploh karkoli gremo. In danes ga manjka. Tudi heroj za life je. Jaz povem, kdo so heroji, ljudje, ki naredijo nekaj, kar večina ne. In danes ful ni težko to narediti. Če si danes spoštljiv do sebe, pa do ostalih si heroj. Sploh ne rabiš rešiti ljudi iz goreče stavbe. Bodi spoštljiv do sebe in ostalih, pa boš izstopil. Ne moreš, da ne izstopiš, streliš ven. Ne? Ker je večina toxic culture, cancel culture. Ne? In rečemo temu, to so unike soglasni. Vse te, zakaj zlo obstaja na svetu, ne zato, ker zlobni ljudje obstajajo, ker so dobri ljudje tiho. Kar pri meni je to res spoštovanje, da svojimi dejanji, besedami rečemo temu, počastiš svoje prednike, svoje pretekle izkušnje, bivše punce, bivše prijatelje, učitele, ki so te dali, pač vse in svoje zdaj tle, ki so okrog tebe in bodoče. Se pravi, zakaj je dobro biti spoštljiv do sebe, da se boš lahko s svojimi vnuki igral, ne? Da boš kadil vsak dan 2 škatlice cigaretov, pa nič ni narobe s tem, da kadiš. Sam gor piše 90% verjetnost je, da boš dobil raka na pljučih. To pomeni, da si z 90% verjetnostjo obsodil svoje bodoče otroke, vnuke, partnerko, ljubezen svojega življenja, v mojem primeru, na to, da bo z 90% odstotnostjo me mogla iti gledati na onkološki inštitut, ki je razpadan pred očmi. In meni se zdi to nespoštljivo. Ampak da rečem tako, da ne bo zdaj izgledal, da sem, ne vem, svetinja, tukaj nisem, pa često vsake toliko pržgem kakšno cigaro, to je to. Sam gledam pa, da na vsakodnevni ravni živim v respektu do sebe in ljudi okrog sebe, pa odgovornost je pa druga stvar. Jaz sem odgovoren za svoje življenje, za svoje besede, dejanja in posledice tega. In ni važno, kaj se zgodi v mojem življenju, prvo stvar bom pogledal, kaj sem jaz naredil, da se je to zgodilo. Pravi, da samozavest, imam občutek neke samozavesti, ki govoriš. Samozavesti, ki si ti večkrat dokažeš, da si to, kar govoriš, da si. Kako si ti to dokazal? Pač eno te rezultati govorijo sami zase. 14,000 najstnikov, 98% stopnja zadovoljstva, ljudje, ki so zdaj prišli zraven v zadnjem času, sami top ljudje, ki si želijo nekaj več dati svetu, vidijo tle priložnost, da lahko dajo. Tudi, če jih ne moram še finančno nagraditi, so tle zraven in želijo tle biti. Dokažem si pa največkrat čez take mini zadeve. Ko zgleda tema, zgleda, da ne bo financ ali da ni došlo in polkar pride mail in ja, mi bomo vzeli 5 delavnic, pride druga, mentorstvo, ne vem, doma isto, misliš, da ne bo šlo, pa se pol nekaj zgodi, ki ti da potrditev, ok, zaupaj vase, zaupaj v svoje vrednote, v to, kar postavljaš in tudi, če ne zgleda, da bo šlo čez, če boš verjel, na koncu lahko uporabljam tvojo besedo, mi je všeč, vesolje bo poskrbelo za te. Lepo. Ker si pač to lansiral ven in meni se zdi, da pridejo te momenti v življenju, ki te življenje testira ali pa vesolje testira. Ali ti res to hočeš delati ali ne. Prej je mogoče negativen feedback na tvoj podcast in ti lahko zamaje to. Pa če ne to sploh delati, pa zakaj se rabim s tem ukvarjati? Pa to je kar neki, ampak posti tako. Ampak to je znak, da si na poti, ker če misliš, da boš ratal velik brez hejterjev, si se zmotil. Sem da prideš do teh stvari, ne vem, če jaz gledam iz svoje izkušnje, je bila tema velik del tega, torej bolečina, soočenje sam s sabo. Prej si že tudi omenil, ko si vodil 50 ljudi, da si bil pol leta v svoji glavi, da nisi znal ven prijeti. Kva so neki manevri, neka orodja, ki si jih ti v življenju do zdaj uporabil, da si skozi te izkušnje prišel? Meni je največ medel, pač tle lahko povem prijatelj Žiga Goltes,
ki je me povabil na en uvod od Landmark foruma, program od Landmark Worldwide. In ko sem šel na ta forum, jaz sem tam spet odkril resnico do sebe. Čez to, kaj so drugi ljudje delili, sem videl svoje zgodbe, te, ki sem jih prej povedal, izgubil ljubezen do ljudi pri 6 letih, ki se je ono zgodilo v 5, ki so me dali kar v drugo skupino. In sem jo odkril nazaj. In manever je, da se zavedam, kdo si je bolj pomembno, kot kaj si. Sprav zame, kaj si je tvoje ime, priimek, spol, starost, nacionalnost, kultura, tvoj izgled, vera, religija, spolna usmerjenost, ekonomska moč, izobrazba, tvoj stil oblačenja, kaj te zanima, to je kaj si ti, to je en okvir v življenju, ki je okvir od Mona Lise. Če bi sam okvir visel v Louvru, ne bi noben tega hodil gledati. Kdo si je pa ljubeč, razumevajoč, aroganten, nesramen, tečen, zajedljiv, nesrečen, svoboden, to ti da pa kvaliteto življenja. In to je glavna stvar, ki je tudi Landmark na koncu učijo na teh njihovih programih, ki sem naredil pa tudi za leadership programe pa naprej. In skozi ta being, kdo si, kdo li kakšen si in kako ima, recimo tam je velik aspekt integriteta, ki je osnova delujočnost. In sprav, kako tvoje besede, dejanja, kakšen vpliv imajo na tvojo okolico in na tebe. In skozi gledaš to, kakšen vpliv ima tu na sočloveka. Jaz sem zdaj zamudil 5 minut, moram kar reči, vseeno je. Ja ni, ne? Ti si me čakal 5 minut, ti bi se lahko 5 minut igral več svojo hčerko, pa si tle zapravljal čas, mene čakal, brez da ti jaz sporočim. To ne deluje, In tam not je bilo veliko tega treninga in te manevri so danes te, da še enkrat na teden gledam v integriteto svojega življenja. Imam prav listo vseh področji, vprašanja in grem čez. Ne vem, glede zdravja, dobrega počutja, business-wise, komunikacija z drugimi ljudmi, hiša, če je vse proper, ni proper. Imam pospravljene predale, nimam pospravljenih predal. Enkrat meni je ful všeč ta gospod, ki je pač izumil, rečemo to tehnologijo, Werner Erhard, so ga vprašali, Werner, kako ti z lahkoto nekaj je prodal, na veliko je prodajal zadeve. In pa je rekel, zato, ker imam pospravljen predalo posli. Zato. Da s tem izhaja. Ja, ker imaš urejeno, Sej, če tako pogledaš, na koncu se vedno gledal, zakaj imajo bogati ljudje ali pa res uspešni ljudje, vse pospravljeno. Veš, njihova pisarna, vse ima svoje mesto, danes mi je jasno, zato da nimajo nepotrebnih distraktorjev, da ima lahko skozi fokus. In ko imaš fokus, ga pičiš. To je en moj manever. Drugi sem rekel, vedno gledam odgovornost. To če vem, da v glavi, prej so se pogovarjala, ta majmun skače, pa bi vse druge neki blatu, pa vse so drugi krivi. Vsa na koncu ti vse to jemlje moč, in gledam, kaj mi bo dalo moč, kakšen kontekst, kakšen cilj, ali tu, kar delam, bom svet pulcu boljši za sabo, ali ne. In pa na koncu zaupamo to, čeprav večkrat pomislim, bom fotru rekel, dej, poklič gospoda Colariča v Krko, ki ga še vedno enkrat na leto povab na meeting, čeprav nima več funkcije nobene oči, tako da tle mi je oči inspiracija, kdo je oči mogel biti za časa svojega delovanja, da 10 let po tem, ki ni več direktor, ga še vedno gospod Colarič pokliče za 1 uro na sestanke enkrat na leto. Kar je ful velik časa v menedžerju, ki je odgovoren za, mislim, da 25,000 ljudi plus. In pol manj zdaj poklič. Sam pol vem, da bom ratal živi zombi, če se tam zaposlim, ker nisem tu jaz, nočem tega dati. Tako da je, valjda so skozi te misli, betli, ampak na koncu je ta čast, res. Meni so všeč samuraj in pol je ta honor. Živi življenje s častjo in zame je časno, da pustim ta svet boljši, ki sem ga najdel. In da se ne okoristam, ampak tle imam pa ta izziv še vedno. Težko mi je računati, ker se mi zdi, da bom izkoristil ljudi, ki se mi zdi tako običajno, a ni logično, da si pomagamo, zakaj moram jaz zdaj tle računati za to, ampak tle imam jaz, pa še vedno so te zadeve, ki jih tudi jaz rabim prebijati. Čutek lastne vrednosti. Pa ja, vrednosti je, ampak na koncu se mi zdi pa izpod časti, da ti moram računati, da sem ti rešil mulca na koncu, ne? Ampak jaz moram tudi živeti, tako tega se zdaj učim. Ja, to sem ti hotel reči po unem klicu, ki sva ga imela za projekt, če bi šli skupaj, ne? Si rekel vmes, pa upam, da mi ne zameraš, da bom to povedal. Ne, jaz, skupaj sem ti rekel, sem open book. Lepo. Rekel si mi,
ja, veš, to podjetništvo, pa biznisi, pa to meni ne leži, to jaz ne znam, to ne drugi, gor do tretji. In se te hotel prav poklicati in ti reči, stari, zakaj se ne vidiš tam? To boš rabo. Moraš pač tudi to biti, če hočeš biti uspešen, da pride to še do več ljudi, da boš ti lahko živel, da tvoje sporočilo še močnejše. Nekaj si fucking govor, da nisi. Tako, a veš, eno je blind spot, ki si ga sam sebi ustvarjaš. Kuno, ne, to pa te odgovornosti pa nam sprejela. A veš, kaj mislim? Ja, se je, na koncu je točno to. Vse, če pogledaš, najprej vprašanje za tebe, zakaj me nisi, ne? Iskreno je že tako mogel biti zgleda, da sva kleto odprla. Ja. Cool. In pol je cool, da imamo zdaj lahko to debato. Ja. Definitivno je ta, veliko ljudi reče, se bojim neuspeha. Kar sem jaz odkril, večina ljudi se boji uspeha, ampak ne uspeha, ampak odgovornosti, ki jo uspeh prinese. Ker pa ne boš mogel več bullshitati v life, pa ne boš mogel 4 ure gledati Netflixa, ker te bo zadnji klicalo, stari, ti v 4 urah bi lahko rešil nekomu olajšal life, rešil nek problem, neki bi lahko dol, pa nisi dol. Ja. In je točno to na koncu pride. Ja. Kaj pa je, meni se, in vem, iz kje lahko izhaja, ali pa v katero smer približno gledati, ki je ta smer, da zakaj ne delam z odraslimi, ki mi grejo na živce, ker so boring, SF. Res. Tako sem si izumil tekom odraščanja. Odrasli ljudje so dolgočasni, to je neki hod, mantra, eno in isto, vse poskrbi za odgovornost, pač plača položnice, ti priskrbi dom, ampak tu so v moji glavi moj proces. Tu lahko tudi opice delajo, so že dokazali, tam tipka noter in pol plača račun in kje pa aliveness. In pol zraven pride responsibility, ki mi je isto, odrasli so odgovorni, ampak če so odrasli dolgočasni, je odgovornost dolgočasna, se pravi, tega se pa ne grem. Se pravi, nimaš pa veze z odraslim, sej tako si pač razlagamo vse skupaj. Tako da, the best, bom. Ja, lahko zdaj rečem, odgovornost je zabavna, tako da dajmo se zabavati na čim večjem skalu. Vzamem to, da gremo zdaj v to smer. Včeraj sem imel sestanek za franšizo in ona je rekla, da rada kreira poslovne modele in bomo zdaj skupaj s franšizo postavili še poslovni modeli. Se vse odvija v to smer. Mogoče nisi me poklical, ampak si neki štart. Ja, mogoče, kakorkoli si interpretiraš, se to je tvoja zgodba. Če znaš videti sebe kot del rešitve in ne kot del problema, ne greš v neko žrtev, si že zmagal v mojih očeh, ker pol se ti bo samo odpiral in da lahko sprejmeš nek tak, mogoče malo, malo zbodeš s tem človeka. Ja, ampak to rabimo, to moramo drugemu delati, to nas porine naprej. Veš, kolikrat me naš Ben neki reče, kaj je tako, ki bi mu lahko takoj rekel, dej, zakaj si ti kle, ampak pismo, mogoče je prvi moj notor ogen, ki zagori, pa je tako pizda, stari, to je napad na te, Pa se malo umirim, pa sem tako star, koliko sem hvaležen za njega, on meni sam dobro hoče. To je ljubezen. To je ljubezen, točno to. In če so vsa dejanja, ki jih delaš, narejena iz ljubezni, pa da to druge učiš delati, jaz mislim, da poluna ideja slabih ljudi, ki si jo prej omenil, oziroma da ni dovolj dobrih ljudi glasnih, počasi izginja. Ampak moraš biti ti tisti, ki projicira to ven. Ne iskati v drugih, pa drugim govoriti, dober človek bo, ljubezen. Dej jim to. Tukaj je en spekter emocij, čustev, energije, ki jo ne vidimo. In mi se hočemo po defaultu, kar nas učijo, je drž se tega, kar ti je poznano. Tukaj imaš knjigo, to not piše, to je resnica, tega se drž. To je varno. Ja, medtem, to je tudi pol moje naslednje vprašanje, ki sem tega hotel vprašati glede najstnikov. Teorija je nekaj, da ti ljudem pač poveš to. Ampak kako vi poskrbite, da oni slišijo in da to pa lahko tudi integrirajo? Sprav, mi vse, karkoli povemo na delavnici iz izkušenj. Mi smo dali tu čez, mi tu živimo in ne predavamo teorije. Jaz sem tu probal, jaz sem tu naredil, povabilo je, da probajo še oni, če bo delovalo za njih super, če ne, so saj naredili nekaj, da vidijo, ok, tu ni, kaj pa lahko bi, da grejo v to odkrivanje življenja. Zdaj, za samo integracijo tega pa ne moramo toliko poskrbeti, ker šole so omejene z budžetom, te delavnice so plačljive, zdaj ene šole nam dajo priložnost, da pridemo v isti razred, mogoče še enkrat na leto ali pa 2-3.
In tam smo ful hvaležni, ker tam pa lahko naredimo nekaj več z njimi. In pri vseh ostalih je pač stvar po lastne samoiniciative, da vidijo, da je nekdo, ki jih razume, ki jih spodbuja, ki jim ne govori mali, ti nisi sposoben, počakaj še premlad si, ampak lahko to narediš tukaj zdaj. In recimo ena taka stvar, ki si jo prej rekel, kako je pomembno, da mladi povejo staršem, kaj čutijo. Se vprašam, kako od vas vsak dan objame oče pa mami, pa jim pove, da jih imaš rad. Pa je v osnovni šoli okrog 50%, v srednjih šolah je pa 2 na razred. Mogoče. Zakaj misliš, da je tako? Nekaj se je moglo zgoditi, se tako pri ljudeh je, vedno se nekaj zgodi. Se boš videl, sicer si rekel, da imaš 5-mesečno hčerko, ki še niti še mogla pokazati vsega tega, kar ti bo v naslednjih letih, pa ona bo letela vate, te bo objemala, te bo ljubčkala, veš, in mi vsi smo to delali, in naši starši so to delali, in naši babice, detki in pradetki, prababice do enega leta v tlo svetijo v starše in jih objemajo, ljubčkajo, pa se pa nekaj zgodi v odnos. In če starš tega ne opaz, ne nagovori, ker tle bi dal odgovornost na starše, ker on je otrok, on se samo odziva na okolico, mehanizem zadnji dela in pač mora se postaviti v tem okolju. Lahko pa pride v to, da otrok neha to delati, ampak pol, kar jaz vem, večina si reče, pa ja, se to je normalno, se to je ok, se to ni nič tazga, sej smo vsi bili taki. In pol te stvari zbledijo dol. Medtem, ki je efekt, ki ga ima, ki jih jaz nagovorim, pa dej naredite to, ki vprašajo, kako izboljšati odnos z očejo, mami, ali vsak dan jih objam, pa reč, da jih imaš rad. Zakaj? Ker če ne boš, jaz jim rečem tako, koliko od vas mi lahko garantira, da boste vedeli oče pa mami, ko pridete danes domov. Pa ene parih dvigne roko in reče, mi lahko garantiraš, a oči hodi v službo z avtom. Ja. Ti pa greš v pizdu. Ja, ampak to oni cenijo. Veš, jaz grem v uno, da jih stresiti jih moraš, ne? Ampak jih stresam, pa rečem, ok, ne moreš garantirati. Jaz ti pa lahko garantiram, da če oče ne bo danes prišel domov, boš obžaloval, da ga nisi večkrat objel, pa večkrat rekel, rad te imam, pa več časa z njemu preživel. To boš pa joko pol, kar ljudje povejo, pol, ko se to dogaja. Pa slišiš to, kaj ga nisem večkrat, pa kar se dogaja. Logično je, v redu je, ampak ne rabi to pri tebi, če imaš možnost, da delaš drugače. In reče mi to, če pri vas doma tega ni, če tvoj dedek ne objame tvojega očija, ti je lahko logično, zakaj oče ne objame tebe. Ampak ti si lahko svetilnik ljubezni doma. Pej domov, vsak dan to delaj, pa če bo slabša situacija doma, mi čez en mesec napiš mail, pa reče, Erni, tu, ker ti govoriš so bedarije, to ne deluje. Ampak so šli domov in imajo danes boljši life, ker imamo testimonijale. Tako na videu, kakor pisne, kakor nam povejo na delavnicah in te, ki to delajo, noben nima slabška. In starši to malo rabijo. En je rekel, jaz sem sam to naredil, sem rekel, tudi enkrat na teden, nekaj dan pol še add-on. Lahko rečeš hvala za vse, kar ti dajo, lahko pol ure na teden preživiš ena na ena z mami, ena na ena z očejem, poskrbiš, da se cela družina brez telefonov nekaj igrate ali greste na sprehod. In on rekel, ne, sam to, da jim povem, rad te imam, pa jih objamem in da on se ful več pogovarjamo. Prej me je mami pelala na trening, pa se nismo nič, je bilo tukaj taksi služba, zdaj pa sem toliko stvari izvedel o mami v zadnjih 5 mesecih, ki prej nikoli nisem, pa sem sam to dal noter. Vsak dan ji povem, da jo imam rad, pa jo objamem. In toliko malo starši rabi. Ali pa rabimo, sem jaz tudi starši. Ja. Jaz tudi mislim, veš, da kle je, tako kot si lepo rekel, otrok se samo uči, ne? Jaz bi kle starše vprašal, kakšen odnos imajo med sabo, kolikrat se oni med sabo objamajo, pa si rečejo hvala, pa si rečejo rad te imam, pa si dajo ljubčka pred otrokom. A veš, jaz mislim, da je ta kle ključna, ker starša imata vsak še zraven svoje odgovornosti in otroko, kaj ti ga vzgajaš, skrbiš za njega itd. In pol kar naenkrat pač ti si v tej poplavi svojih čustev, svojih emocij in pač praktično sam živiš iz dneva v dan na nek svoj tempo, na nek svoj programček, ki si ga ustvaril. Ampak že to, da ti kot starš, se pravi, da je partnerski odnos dober, se to po moje tako projicira na otroka, da je kar smešen, In otrok to začuti in vidi in dejansko pol mu je to domače in vidi, da se na ta način to dela. Jaz mislim, da te otroci, ki ne objemajo staršev, pa jim govorijo rad te mama, jaz bi pač pogledal njihovo družino in rekel, kakšen je pa partnerski odnos med ta starima dvema,
ali pa, mislim, tle gremo lahko v to sfero komotno odr pogledati, ampak simpel je, če oči ne spoštuje mami, bo najverjetneje sin ne bo spoštoval žensk. In če mami ne spoštuje očija, ga otroci ne spoštujejo. Ker otroci so do 7. leta mirror mami, energijski mirror, ogledalo mami. In če oči pride domov in ga mami ne spoštuje, te tam malo ne bo spoštoval. Mogoče boš to kdaj doživel, ker si prišel domov, pa mogoče tvoja žena ne bo glih takoj izkazala spoštovanja, ali pa boš zamudil, pa bo rekla, meni se je to zgodilo, pa je rekla, sem razočarana in žalostna, da si prišel kasneje domov, ker bi lahko 1 uro prej prišel. Sem mi pa rekel, tu si naredila zadnjič. Porque je tu rekla pred mojo mami in pred ta malima dvema. Tu si naredila zadnjič. Nikoli več tega ne narediš pred nobenim. Povej mi na samem, ne pa pred drugimi. Ker poli se je zgodil chain effect, da malo je tam neki bil in jaz rečem ne in on pač po svoje. Valjda, če me žena ne spoštuje, ženska, ki je načeloma šibka, fizično šibkejša, pa si mislim, zakaj bi te jaz sem pač fant, biologija zadnji mehanizem. Točno to, ne znajo ti tega povedati. Tudi če ga ti vprašal, zakaj si to naredil, bo tako, pač kaj sem naredil. Njemu bo pač normalno. In je to ful pomembno, da to imamo. In se strinjam, ker jaz to staršem rečem, pa ti objavim svojega najstnika, pa če mi reče, da tega noč. Kaj ti ima otrok reči do 18. leta, ali boš ti njega objel, ali ne, če je tvoj otrok, ti si odgovoren za njega, skrbiš, da ga ne bom preveč pritiskal na njega. Pa če ti ne bo zdaj, veš, kako bo life na njega kasneje. Veš, kako bo, kakšne šamarje dal, šele življenje pol. Pa se to ni pritiskanje, ne? Ampak, kakšni tako vzamejo. Ena se mi je prav uprla in rekla, ona me odriva stran. Sem rekel, super, še več je objemi. Ker, če kaj nismo imuni ljudje, nismo na ljubezen. Če pa ti ljubezni nimaš starši, tu so pa grizancem v AI, nek AI obstaja za raziskave, zbereti raziskave iz celega sveta. In sem dal noter, kakšne so posledice nezaupljivega odnosa med starši in otroci. Stari, ki tisto bereš, je osmrtnica. Itak, ne. To je, ni zaupanja, ni varnosti, potencialno slabi partnerski odnosi, slaba samopodoba. Kle se pogovarjajo spet o odgovornosti, veš, in kot starš, pa jim tukaj ni nobenemu nič za zameriti, to ni zdaj, da kdo kaj dela narobe, ampak je pa fajn to zavestiti. Če ti hočeš kot starš imeti kontrolo, ne moreš reči, moj otrok mora iti pa ke, da bo boljši. Pač tle kontrola se zgubi, do neke mere šport itd., torej da se otrok še malo drugače razvija. Ampak kar se tiče pa objemov, pa kar se tiče ljubezni, da izhaja iz sebe. Itak, da se otrok skozi joka, če ne dobi tvoje pozornosti, kvara varnost. Veš, ne se joka, se nauči biti sam. Ne ga takrat objemati, pa držati, ko bo razvajen. Pa pizda stari, no. Pa sej ta štruca majhna, kva pa, a šteka še enkrat bo tok majhen, ne vem, jaz to zdaj par svoje vidim, veš, pa je bilo fulne borbe v glavi, ne smem jo imeti tok po rokah, itd. Ne, stari, ona bo od mene dobila milijardo ljubkov, preden bo sploh znala govoriti. Zato, ker jaz čutim, da je to nekaj, kar jaz delam iz take ljubezni in jaz pač njo gledam, meni solze tečejo, stari, a štekaš. Ne zaradi tega, ker sem ponosen, da imam otroka, ampak zaradi tega, ker je to taka čista forma življenja, da te pogleda, pa se ti ne smeje. Se ti ne smeje, ker si smešen, ampak sam zato, ker si zraven, ker ona čuti tvojo prezenco, ker si tukaj. In tukaj imam tatu, prezencija. To sem si dal, preden se je rodila moja hčerka, ker sem si rekel, vsakič, ko boš pogledal na roko, te bo spomnil. In se boš lahko vprašal, a si dovolj prisoten. In to ne pomeni, da sem jaz zdaj noč pa dan zraven nje. To samo pomeni, da takrat, ko sem, da se zavedam, kaj imamo. The best, vsaka čast. In se strinjam, tudi nam so to govorili, ampak na koncu so pa merili nivo kortizola v otrocih, ki jih starši puščajo v drugi sobi, ki jih ne objemajo. In otrok, naš pa spi 12 ur, super. Sam nivo kortizola ima pa tako visok, da veš, pa ko je pa starejši, pa ne zna biti sam ali pa se ne počuti varno. Pač so merljive posledice danes, ker je toliko statistik. Spet je blind spot, kako nekaj rešuješ, a veš. In tukaj, če ni pogovora med partnerjema, kaj nekdo od koga rapa, veš, to je tudi neki izziv, ki ga jaz svojo ženo rešujem, komuniciriva. Vsakodnevni. Tako, in verjamem, da pač
naučite se ljudje komunicirati. Kako se boš naučil komunicirati s svojim partnerjem, ne skozi otroka. Da boš otroku govoril, ja, veš, oči pa danes mal je sitena, ne, sej bova midva se stiskala. Čez otroka, ja. Mislim, čez partnerja tako. deluje. Ampak na Redditu je bilo eno vprašanje, ne, ki je starše so vprašali 1000 evrov, če bi imel, ne, oziroma kam bi investiral 1000 evrov za razvoj svojega otroka. Ne. In so bila vsa možna vprašanja, ja, v nek program, v nek coaching, v nek ne vem kaj. No in zmagal je odgovor, ki je nekdo napisal v odnos med staršema. Torej za dejte, za potovanja, za ne vem, stvari, kjer sta starša lahko skupaj in se pogovarjata, kjer sta v okolju, kjer ni distrakcij in sta samo one dva, brez otroka, brez prijateljev itd. Ne? In nekako prisiliti ljudi v to, da si dajo nek budget ali pa date night, ne vem, na 14 dni, kakorkoli. Dub si varstvo. Ne mi govoriti takoj, ja, nimam možnosti, imaš. Se ne rabiš veliko. Ja, imamo 2krat na teden, pa ga imamo zvečer od 9 do 10. Evo, pa je dosti. To je točno to. Ne? Ker se zavedajo, da sta zdaj tukaj majhna, da pač sploh Max, ki se še doji. In pač je to, takrat kvalitetno preživiš, ostalo rešiš sproti. Točno to. Ker so 3 časi v odnosu, ne? Imaš čas zase, čas za partnerja, čas za družino. In zdaj, ko pride družina, valjda gre največ časa za družino. Ampak brez teh dveh razpadeš. Ali če brez časa za partnerja razpade partnerski odnos in brez časa za sebe, boš ti pregoril in hvala lepa na svedenje. Točno tako in tako, ki si jih naštel, po mojem, v tem zaporedi tudi grejo. Ampak že sam poglej si, če bi vprašal, koliko ljudi, ki ste v partnerskem odnosu, se dejansko pogovarjate. Pač pogovarjate, tako kot se zdaj midva, ker jaz tebe zelo poslušam in ti mene zelo poslušaš. In ta podcast je meni dal tako modrost, pred faco, da če poslušaš, pa si odprt, si ranljiv, se vsak gost lahko počuti, ne glede na to, kakšne dosežke ima, se lahko počuti doma, sprejet ga. In ko se enkrat človek počuti sprejet ga, lahko svojo zgodbo vam pove, lahko pove svoje modrosti, In če mi izhajamo zdaj spet, če malo backtrackava, pa rečeva, kaj otrok gleda. Če otrok gleda ta podcast, kaj on dobi? On dobi vzorc, kako se komunicira. A veš, da on pol ve, da tudi če je on dec, karkoli, ženska, nima veze. Stari, nasprot tebe so ljudje, ki jih spoštuješ, jim daš prostor, jih sprejemaš in pol šele odpreš usta. In poveš, kaj si ti misliš. Verjamem, da itak sploh najstniki grejo čez faze, kjer morajo biti dominantni v družbi, kjer morajo biti sploh moški, ne? Ti moraš biti malo majmun, malo pavijan, ne pa osvajati samice, pa biti močen, pa in vse to je prav, Hodite v fitness, prosim fantje, hodite v fitness. Če meni pride en fant klepa reče, joj, malo sem zgubljen v lifeu, itd. Slabo samozavest imam, nimam samozavesti, a hodiš v fitness? Ne, pa bi mogel tih bod. Dokler ne greš v fitness, se ne bom pogovarjal več s tabo. Res ne, ker fitness ti to da. Pa lahko je to tek, lahko je to basket, karkoli. Ja, se mogoče to sem hotel reči, da ljudje ne slišijo sam fitness, ta gym in pol jim tu jih nekam pele, so mi že meni povedali, da jih pol kao da, ne, fitness pomeni, da se ti migaš. Tako, ja. Delaj neki, pejce, sprehod, kako si rekel, sam to dodava to definicijo. Sigurno, veš, in je treba to pač ozaveščati, pač pejt ven, hod po gozdu, naj 20 kg težek kamen, ga prim, pa ga nes, dokler te roke toliko ne bolijo, da ga moraš spustiti, pa ga pa nes še 5 metrov. Pa mi pa povej, koliko si žalost. Točno to. Kaj noš imel časa razmišljati, da si žalosten, ker te bo toliko bolele roke. Ja. A veš, in kaj enkrat ljudje grejo po tej poti, pa slišijo te zadeve, pol se zadeve začnejo odpirati, In kar naenkrat se zadeve izboljšajo, sam dokler ti, tako kot si spet lepo rekel, prevzameš odgovornost za sebe, že pri mladih letih. In ti starši dajo možnost, da to sam narediš, da padeš, pa dajte me pobrati. Lahko ostaneš, lepo te prosim, sem pa kle, če ne bi mogel. Če jim to daš kot starš, jaz mislim, da je njihova pot za življenje lepša. Ne pomeni pa to, da jim ne puščaš, da grejo čez kako bi rekel, napor. Predvsem mentalni. In je velika nevarnost v tem, da bi ti kot starš preveč probal zaščititi otroka iz vidika, da ga konstantno daš v situacije, kjer se mu nič ne more zgoditi. In ta je po moje zelo težka. Ja, mislim, imaš punčko, tako da boš imel malo večji izziv, jaz fante pustim. Če vprašam mojega taj, zakaj pademo, zato da se poberemo. Ti on pove, ti se ga naučil tako,
Ker tako je, ali? Če ne znaš padati, ne boš moraš znati padati, to je ful pomembno. Ja, res, ja. In pol se tudi vede, da se zmeraj lahko pobereš. In da so ljudje okrog tebe, ki te bojo bili ob tebi in te bojo pobrali. Mislim, da starši so ta linija obrambe za vsakega otroka. Pa v športih data, ne? A so v športu tvoji otroci? Ne še. Ja, mislim, so še premehni. Ja, zdaj plan je, da bi septembra šel v Kempo Arce. To je? To je ta mešanica borilnih veščin. Aha. Pač vse so noter, ampak imajo tako za otroke prilagojeno in se mi zdi, ti nekaj, jaz sem vedno hotel borilne veščine trenirati, pa so bili doma proti. Pač pretepač pa ne boš, ne? Pač nek stereotip, ampak na koncu pa da ful discipline, koordinacije in tako naprej vsega in mu tu želim dati in mu želim dati, da bo samozavesten od mehkega, kar se tiče svojih fizičnih predispozicij, da ve, da se zna poskrbeti za sebe, ampak ne zato, da bo druge lomil, ampak zato, da se lahko postavi in ve, da se mu nič slabega ne more zgoditi, ker se zna soočati s stvarmi ali pa zna jih preprečiti. Tlej pa še mentalna vzgoja, ta mentalna čustvena, ki pride pač iz odnosa staršev. Pa kar se tiče sinov, jaz sem prebral eno stvar in se strinjam, da mami iz otroka naredi fanta, oči pa iz fanta moškega. In je, glede, danes sem razmišljal, je kakšna razlika med očeti punc, mislim, deklic pa dečkov. Je kakšna razlika v prezenci. Ali pa tako, mislim. Po moje ja, ampak ni nujno. Pač ne bi zdaj tle dajal nič, ampak tako, jaz se s takimi stvarmi ubadam v prostem času, razmišljam, raziskujem in gledam. Zdaj, ker tudi, kar jaz mladim odgovarjam, danes za vse nimam istega odgovora, kot 6 let nazaj. Sem nekaj novega spoznal, sem nekaj novega videl, sem nekaj novega doživel in sem zamenjal. Recimo motivacija, vem, da je ena taka stvar. Ko sem slišal, da motivacija je stavljena iz 2 besed, motiv, aktivacija, meni danes noben ne mora več prodati, da nima motivacije. Imaš motivacijo. Če tvoj motiv šola je bedna, kako aktiviraš ta motiv? Ne uči se, ne delaš nalog, kregaš se z učitelji, kregaš se s sošolci, kregaš se s starši, ker to so vse normalne akcije, da ti aktiviraš, da vedno znova dokažeš, šola je bedna. Se pravi, ni problem motivacije, energije in ne vem, vsega, kar pride zraven. Se mi zdi, da ljudje dosti menjajo motivacijo z energijo pa hajpom, ker se nam ne da, ali preleni smo, da bi se bolj natančno pogovarjali. Ja, to si ful dobro povedal, nisem še slišal, ampak kar nadaljuje, sorry. In pol je motivacija, aktivacija motiva. Za mene je motiv. Vsi si ga ti izmislil, da je šola bedna. Ti si izmislil, da je mami tečna, ti si izmislil, da je oči tak, ti si izmislil, da je ta friend tak. Lahko Ažbe reče, Jure je legenda, jaz pa rečem, da je bedak. A ima najin odnos s tabo, kakšno vezo s tabo? Ne. Ti si za njega legenda, ker te on tako vidi in posluša, in zame si bedak, ker te jaz tako vidim in posluša. In jaz imam primeren odnos mojemu videnju tebe, on ima pa primeren odnos njegovemu videnju tebe. Ja. In če se tega zavedaš, da si ti skreiral vse v lifeu, kar se tiče, kako ti vidiš stvari in jih poslušaš, je pol... Dober primer si dal, ker je to je projekcija, ne? To je ogledalo. Zdaj sem bil na delavnici od Trajba, za vikend delavnica za moške. Od Turka, ja. Fenomenalno. In sta mi 2 fanta na začetku v uvodnem krogu rekla, da jim grem na kurac zaradi podcasta pa tega, ne? In super. Jaz sem bil ponosen na se, ker sem pač bil v situaciji, kjer sem to slišal in sem bil tako, jaz tebe spoštujem, ne poznam te, ampak bova videla, kako na koncu. In pol smo malo brskali, ta zadnji dan. Zakaj? Zakaj sta me tako videla, če zdaj le vidim? Že vmes mi je rekel, star, jaz te imam tokrat. Sem bil tako, jaz tebe še vedno spoštujem. In en je rekel, da me ni maral, ker zaradi preklinjanja, zaradi mojega tazga včasih malo stoičnega nastopa, to bi fant, ki je zelo bil obkrožen z ženskami, žensko energijo in mi je pol na koncu rekel, v bistvu sem v tebi videl to, česar se vse bojim dati luč in kar me nazaj drži, da nisem avtentičen. V bistvu si mi ti sam kazal, kako zgleda človek, ki je 100% sprejel sebe, pa tako tudi deluje. In jaz sem videl, da jaz tega ne delam in me je to motil.
in sem bil tako model svaka čast, da si pač do tega prišel sam. Rekel, vse ta prvi mogel hrček umreta, ne? Ker to je pa ful velik fizičen napor na te delavnici in na koncu imaš še savno, ki greš za 2 ure v temo in tam vam pride vse. In polkar naenkrat je pa hvaležnost, je pa kaj sem jaz prej gledal. In tako ljudje tretiramo odnose. Ti si ustvariš neko zgodbo, jo povežeš z občutkom, ki ga takoj daš na enega drugega in si vzameš kontrolo, ne vprašaš se pa, zakaj pa jaz tako mislim. Zakaj jaz čutim? Zakaj ti čutiš, da sem jaz bedak? Kaj vse nosiš, da ti ne pusti sprejeti mene tazga, ki sem? In ja, roko na srce, pač tudi jaz mislim za par ljudi, da so bedaki. In vem, da jih pač nisem sprejel za take, ki so. V trenutku, ko pa jaz vidim, da sem jaz tisti, ki je opazil, da sem jaz nekomu rekel bedak in da zdaj okoli tega gojim neka čustva, tleh sem pa jaz naredil korak, da lahko to pol rešim. In niso to neke nobene filozofske stvari, sam pač ljudje obrniti se moramo na noter, pa pri sebi sranje pucati, ne v drugih. Ja, veš, kaj ti reče človek, ziher je tebi tudi kdo rekel, ja, moja žena ali pa tip bi pa mogel iti k tebi, da mu malo poveš te stvari, pa jaz tako, pa ti prita, Tudi Turk mi je rekel, pač njemu velikrat rečejo, da mu mama napiše kakšne punce ali pa fanta, jaz bi pa mojega otroka k tebi dala, je čist je zmeden, zgubljen, itd. Gor dol tretje, ne zna se obnašati, nespoštljiv, itd. In on reče, pa vi pridite. Vi imate problem, ne ono. Tako da ja, ta neka introspekcija je zelo powerful in sam še to bi se navezal na to tvojo motivacijo, kako si jo razbol. Motiv pa aktivacija. Motivacijo, jaz bi rekel, da 90% ljudi povezuje samo z nečem, kar ni povezano z aktivacijo, ker je v bistvu samo hype, tako kot si rekel. Samo občutek, ja, zdaj se moram dobro počutiti, zdaj bo fajn in zdaj, ki mi je fajn, zdaj bom šel delati bullshit. Ja. In kako hitro vržemo besede iz svojih ust, pa se spolno vprašamo, kaj nam to še pomeni. Mogoče ti je 5-10 let nazaj nekaj drugega to pomenil, kaj ti zdaj reče, tako da pazi, kaj izusteš. Vpraši se, kaj si izustil. Se jaz dostikrat rečem, da se ljudje sploh ne vemo, kaj se pogovarjamo. Jaz lahko rečem ljubezen in zame ljubezen pomeni kamen, za tebe pa flaša piva. In me se pogovarjava o ljubezni, sam se ne pogovarjava o isti stvari. Po moje, če bi hotel me res kvalitetne pogovore, bi najprej rabil, dajmo definirati, kaj je ljubezen zate, zame, zdaj se pa lahko pogovarjava. Drugače se ne bova pogovarjala. Jaz bom sam, kar nekaj bom slišal, si bom mislil, pa ti si, in bom bil v teh filtrih. In ker si rekel to, vsakič, ko te nekaj vrže iz tera, nek šok vrže iz tera, je tu reaktivacija. In če te vrže v tem primeru, ki je tistega fanta vrglo ven, je kaj je bilo tam? Nekaj nezaključenega z očetom najverjetneje. Ni ga bilo, ali se je ločil, ali ga je pustil, ali je umrl, kakorkoli. In pa mu je to manjkalo. In pa si prišel ti in si rekel 2 kletvice in si ga gledal mrtvo hladno v oči in si bil stoičen in ne boš me premaknil. In on je bil, jaz bi tudi tu sami. Jaz bi tudi tu sami, je lažje reči, ti si bedak, ker nekaj govoriš. Veš, in klej nam otroci spet lepo lahko pomagajo, ker kva otrok dela, ker pride v eno fazo, zakaj, Kokrat si ti pač tako otrok, pa je zakaj, veš, meni pridejo ljudje, pa mi rečejo, rad bi bil uspešen, Super. A bo definirala uspeh? Ja, to je pač, da imaš to, pa uno, pa tretje, deva ga definirati z občutkom, kako zgleda, kako se počutiš takrat, Greš malo v te sfere, pa uno, ok, v redu. Kaj meni sploh pomeni? Se ne bo takrat na tem sestanku dojel, ampak si mu pa nekaj odklenil. Veš, da se večkrat vprašaš, kaj ti to pomeni, kaj bi sploh rad, kaj si sploh želiš. Ker vsi pač gledamo konstantno projekcije drugih ljudi, social media, zdaj sploh. Pa imaš Andrew Tate, sva prej eno rekla v Nemo. Ampak veš, ti tega človeka vidiš, nekaj ti je všeč, kar on ima, in zdaj bi tudi ti to imel in začneš svojo lastno vrednost pogojevati na to, a to imaš ali ne. In kar naenkrat ti pač zveš, da teh stvari pač ne moreš imeti, ker si je človek to zaslužil, prigarov, delu, takrat, ki ga ti sploh še poznal nisi. Ti bi pa rad to zdaj imel brez kakršnega koli dela svoje poti. Ja, ti bi sam rezultat. Tako je. In tu sem delam mentorstvo z enim 11-letnim fantom, kot koga oči je bil ful uspešen športnik, res uspešen, saj če bi rekel, bi ga vsi poznal, sam ne bom, ker anonimno se prva zadeva. In igra nogomet in avtomatsko se je sam z očetovimi rezultati primerjal. Sem pa rekel, da ti oče vpraš, kakšen je bil on, ki je bil 11 let star. In
Pol mi je mama povedala, da ga je takoj po srečanju klical in pol je oče rekel, da je bil tak, dober, srednje dober in je njega tudi tako mal. Okay. Ne rabim biti zdaj superioren, da bom bil na dolgi rok. In ga je sprostilo. Ampak se je sam primerjal z rezultatom. In mi se tudi online se skozi primerjal z rezultatom, pa skozi se primerjaš s kaj so ljudje. Jaz pa mlade povabim, si predstavljaš, da ti odpreš TikTok in vidiš Jureta in rečeš, kako je on spoštljiv, jaz bi bil tudi tak. Kakšen bi bil tvoj life, če bi se potem primerjal z njim? A pa volenjo, kaj je ljubeča, jaz bi bila tudi tak. Kakšne ideje bi pol dobil? Ja, in kakšno odgovornost nosiš, če gradiš svojo platformo, tako kot je tudi ti, a ne? Ti sploh ne veš, koliko ljudi te vidi, stari. Jaz, ki grem gledati cifre, ki grem gledati, koliko ljudi dejansko vidi ta podcast, pa TikTok videe, pa rile na Instagramu. Jaz sem tako, o moj bog, ne? Da gremo na kosilo z enimi frendi, ki smo jim čuvali kuške, pa sin njegov reče, olega TikTokera. In sem jaz tako, kaj? In jaz pravim, a me spremljaš? Prav, ja, vse tvoje videe pogledam na TikToku, a ne? In sem tako, malo te strese. Včeraj sem dobil screenshot v inbox iz osnovne šole. Ja, sem videl, da si objavil na Instagramu. Ja, gledaj Underdog podcast, mene je stresel, stari. In jaz sem bil sam tako hvaležen za to učiteljico, ki je to dala gor. Po mojem je bila epizoda s Saro Isakovič, ker tista je res močna. Ja, tista je. Ja. Ampak tako da ti nekdo toliko zaupa, da ljudem, ki so njegova odgovornost, kako jih poučuje, da to zagledati. Pa po mojem je bila matematika, ki so bili karierasti zvezki, se mi zdi. Vse moram videti, kdo je bil. Ampak veš, posi tako ok, v redu, stari. It's not about you, a ne? Ni to o tebi. Ne. In ti da meni vsaj da tako eno tako lepo pomiritev, da lahko samo delam to, kar verjamem in da to dosega ljudi. Ampak da propadam je pa tokle bliz. Skozi. A veš? Zato tega, ker delaš ker delamo, na tangible sceni. Ja. Tudi mi, lahko tlaj povem, da naj grejo ljudje pogledati. Na TikToku smo dali gor, bil sem na delavnici in ful je bil bullying v razredu med fanti pa puncami. In ko tu vidiš, probaš rešvati. Nič ni delovalo skoraj, kar sem nagovoril in pa sem rekel, ok, fanti, a veste, kaj je osnovna naloga moških v družbi? Skrb za varnost, pa priskrb za deve. Punce, kaj je osnovna naloga ženske v družbi, da ste skrbne ljubeče. Mi bomo poskrbeli za varnost, perimeter, a ne? Ve pa za flow. In tu je zdaj na TikToku in full lajkov, ampak eni 3 negativni komentarji in zadaj me preiskuje en časnik, en novinar enega časnika, pač preiskuje to vlogo in mi je tudi napisal mail, ali se meni zdi primerno učiti te stereotipe v šolah. Potem, ker jaz komorkoli od odraslih sem se do danes pogovarjal z učitelji, ravnatelji, niti en ni šel zdaj pač o teh, pa večina se pogovarja z ženskami odraslimi, ali govorimo okrog 50 let starimi in oni so tako, jaz sem tega res manjk. Ampak ni bil point, da jaz zdaj njih ločem in rečem, ti pa ne smeš biti skrben pa ljubeč, ker pa nisi moški in ti punca ne smeš priskrbeti zadev, ker ni tu point. Ja. Ampak ker, a veš, toliko malo, skus po tanki, a ne, ti zdaj tle si mogoče prej omenil pač teta, stajno lahko cancelajo ta podcast, a ne. Zdaj YouTube je malo bolj gentle, ker če njega ne daje gor, ima full man viewershipa in ga pustijo, medtem ko TikTok no-go. Ja. Naj spusti. Meni je TikTok, dobim veliko vprašanj o njemu, valjda, od mladih, še posebej preden je bil zaprt, a ne. In pol so me vprašali, kaj si mislim o njemu. In jaz vedno povem, ko me kdo vpraša, kaj si mislim o nekomu, če ga nisem srečal osebno, rečem, ne vem. Nisem ga srečal osebno. Kar sem pa poslušal, videl in tako naprej, je lalala. In tu sem povedal v videu, ker se je začel z njemu, je TikTok banil še prej je šel ven. In ne vem, 10 naslednjih videov, meni se zdi, je imel pol manj ogleda. Ali pa tretjino ogleda. Šele zdaj smo ga spet malo nazaj postavili, pa tako, sikenika, ne. Prišli bojo izzivi tudi zate, iz tega, da se boš mogel zase postaviti. In ne pridejo. Ja. Ne pridejo. To je dec. Ne pridejo. Šele takrat, ko bojo prišli, bom jaz lahko spet dokazal, kdo sem pa za čem stojim. Ja. Ker mene tega res ni strah. Zato, ker vem, da moja sporočila in dejanja prihajajo iz ljubezni, pa iz sprejemanja drugih. Tako da, če me kdorkoli očrni kdaj, da sem komu žalil koga ali pa karkoli, jaz sem kle. Ja. Lahko se pogovorim o tem. Ena na ena. Ampak moj fokus ne gre tja, moj fokus ne gre v strah. Jaz imam preveč dela s tem, da delam platformo ljubezni. Platformo, ki ljudi prebuja, platforma, ki ljudem daje kontrolo v svoje roke.
da sami svoje sranje spucajo, pa ratajo boljši ljudje. V svojih očeh. Zato, da pol drugi lahko to vidijo in se to naprej širi. In zato delam s takimi ljudmi, zato vabim take ljudi, ki znajo to sporočilo, mu dati še neko dodatno moč in svoj community vključiti. In TikTok, Instagram, YouTube, e-mail, to so samo platforme, ki jih jaz zelo dobro znam uporabljati zaradi mojih izkušenj iz marketinga. In vem, kaj delam z vsako posebej. Ampak istočasno je pa kontekst od zadaj, pa sporočilo, pa energija, ki jo jaz hočem folku dati, dovolj močna, da tudi če mene skenslajo z TikToka, mene bojo ljudje najdeli. Drugje. The best. Meni si dal zdaj zagon in inspiracijo, ki si se tako postavil, ker se mi zdi, da moja izkušnja je taka, ne bom rekel, da je res, itak veliko sam iz izkušnja, ampak da manjka tega v Sloveniji. Kdo ka reče, kdo se bom zdaj izrazil, ampak boli me kurac, kaj si misliš o meni. Tu sem jaz, tu dajem, rezultati so taki, zdaj pa če je 2% ljudem to ni všeč, ok, super, jaz sem pripravljen to riskirati za 98% unih. Ker kaj se to dogaja v šolah, večina se ukvarja z unimi 2-5%, ki delajo štalo na šoli, zaradi takšnih ali pa drugačnih okoliščin, ampak pa se zanemarja une, ki bi pa radi nekaj dobrega. Ker pa, če bi v njih usmeril toliko energije, fokusa, bi pa še unih 5% sabo potegnili. In je reverse. In mogoče tle, ki si tu zdaj povedal, sabo imam šalčko, to je naš logo, rokica pa ogenj. Kaj bi rekel, da predstavlja? Zdaj, mogoče sem ti že malo namignil, ampak, ko pogledaš ta logo, kaj bi ti rekel, da predstavlja? Zaneti svoj ogenj? Cool, ja. Da pač point je, rokica je odprta, ne? Jaz imam fire in ga dam te. In prežgajem fire. Kaj simbolizira ogenj? Strast. Sprav, ljubezen pa meni je tu ogenj, jaz sem pač škorpion, rečemo ognjeno bitje, in furat kuram. In jaz doma papirja ne recikliram, pa ga kuram, najme zdaj vsi za rečemo ta, kako se že reče. Ma ja, pa tudi za okolje, zdaj pač spuščam ekstra CO, pač ono sem tako, ok, put me in jail, ali kaj ne rečem. Ampak jaz ga red kuram, meni ogenj pomerja, meni je ogenj the best, in sem strasten človek. In vse, kar delam strastjo. In ti si me zdaj še bolj požgal, tako da ta šalčka je zate. Hvala da te spominja na to, da nikoli ne ugasam svojega ognja. Lepo. Ampak ga večje delaj naprej. Ful lepo. In ko gledam tole, zdaj prva misel, ki mi pride, je nekaj, kar mi ne morejo vzeti. Nikoli. To so sporočila pa občutki, ki sem jih zaradi teh sporočil dobil, ki mi ljudje napišejo. Ja. Odkar spremljam podcast, odkar pač sem te zasledil na social mediji, mi odpiraš stvari, nekaj se novega naučim, jokam, občutek imam, da zadeve se poklapljajo, itd. Stari. To so take stvari, ki tudi ti verjamem, da ko slišiš od najstnikov, vzbudijo točno tole, ogenj. Zato bi te zdaj vprašal, pa prosil, da mi poveš, zaupaš kakšne trenutke, ki si res čutil velik ponos, pa ogenj v sebi, kot je nekdo dal feedback, a mi lahko kakšno zgodbo zaupaš. Ne rabi ti imen? Ja, saj večinoma nimamo imen, mi vse delamo anonimno, glih zato te kupali med mladimi. Jaz ne vem, komu odgovarjam v razredu. Potegnem listek ven iz škatle, ko oni napiše gor vprašanje, ne vemo komu, vemo, da nekomu od razreda in s tem povečamo harmonijo in zmanjšamo bullying. Ker sem vam potegnil listek, ki je gor pisalo, kako naj se soočam s tem, da mi bo mami umrla v roku 3 tednov. In noben v razredu ni tega vedel. Wow. Ja. Tišina v razredu, lahko bi jo rezal z nož. In zdaj si predstavljal, da si tu ti in priješ v razred, se 3 delajo norca iz tebe, zato ker imaš panterski vzorci in te zdaj kličejo, da si pol baba, whatever. Nonsens, ki se ponavadi dogaja pri bullyingu. Sam zato, ker si ti toliko nemočen nekje drugje v lifeu, se zdaj spravljaš na nekoga, da boš se malo pokazal, da si vreden, namesto da bi ga dvignil gor. Kaj delajo močni ljudje, dvigujo ljudi šibki, pa rabijo druge ponižati. Tako da, stari, mogoče bo, malo sem tudi pri sebi pogotavljam, moram se držati nazaj, ker rata hitro samoumevno. Včeraj sem vodil 3 delavnice na srednji strojni šoli v Novem mestu, 42 dijakov, vsem 42 mi je bila delavnica všeč. 100% zadovoljstvo. Ske berem feedbacke,
jaz že vnaprej vem za večino stvari, kaj se bo dogajalo, veš, in je treniram to hvaležnost in ponižnost, da sem za vsega res hvaležen in navdušen. Največkrat napišejo nazaj zanimivo, poučno. Sem pa pridejo taki, ki napiše, zdaj vem, kaj bi rad počel v življenju. Zdaj sem zamenil mindset, vidim luč na koncu tunela. Iz teh delavnic je pač res toliko feedbackov. Jaz imam vse to na papirjih. Sam doma čez 10,000 papirjev teh feedbackov. Vse lahko pač prenesem, pokažem in sam prebereš. Vse imamo v Excel tabelah, tako da pol pošljemo nazaj šolam, kakšen je feedback, kaj sprašujejo, da jim šole ponudijo to, kar si njihovi učenci želijo. Tako teh zgodbic od delavnic težko, ker so anonimne. So zadaj feedbacki, ki so močni. Kar se tiče pa 1-na-1 mentorstev, je pa vse sem rešil že. Od bulimije do samomorilnosti, do slabe samopodobe, slabe koncentracije, nekontrolirane jeze. Inspiriral me je fant, ki je delal, prišel je Hmen, kliče me šola, 1-na-1 pogovor, bi se ti z njemu pogovoril, če se bo tebi malo drugače odprl. In pol pove, kaj je bilo, ja, petek sem delal samomor, soboto sem delal samomor, nedeljo sem delal, petek sem cancel, ki je nekaj na YouTube prišlo, soboto se je nekaj ponesrečilo, v nedeljo me je brat dubil. In pol, ok, cool, in kaj je razlog tega? Ja, ta bolečina, ki jo imam tle v telesu, pa sem imel že operacije, zdravniki so mi vse rešili in ne vejo več zakaj, na fizični, fiziološki ravni vse, ampak je bila toliko močna, da njih mogel več živeti s to bolečino, zaradi tega je šel to del. In pa sva pa gledala, sem rekel, ok, sam nisi imel to bolečino celo življenje, je res. In ponavadi, če je v tem delu, je jeza. Ponavadi, kus. Pa sem rekel, na koga si res jezen v življenju? In od kdaj? In pa so se malo sprašvala in sva prišla do tega, da je, ko se je brat rodil, odločil, da imajo starši brata rajško njega in je jezen na brata celo življenje, odkar je brat se rodil. In to je naredil vse tu pol. In sem rekel, ok, zdaj pa brat, a je tu res? Je rekel, ne. Ok, se pravi, ti živi s tem, ti si odgovoren za to. Kaj misliš, da rabim zdaj narediti? Pa ok, videl sem rekel, kakšne so posledice na očija, mami, na brata, za vse to, kar počne znotraj te odločitve, te zgodbice, ki jo ima o tej situaciji. In pa je šel domov, se je opravičil vsem, in za celo ta odnos. In pa so mi na šoli povedali čez 2 tedna, da je rekel, da ga je nehalo boleti in da nima več te bolečine in da danes predava v svojemu življenju. In majster je še zmeran tle in ga roka v life. Recimo 2 punce so se soočale, saj jaz to tako povem, kot keks, ne, saj štekam, mogoče kdo posluša, pa si misel za 2 punce z bulimijo, smo rešili, kaj je bil vzrok bulimije in danes svejo, jaz sem rekel, lej, slaba stvar pri tem je, da si tu zmislil na tim, bo najverjetneje s tabo celo življenje ta misel, vsake toliko bo prišla, jaz sem debela, jaz sem taka in tako naprej. Kar je dobra stvar je, da si tu zmislil na ti, tako da si lahko za to odgovorna, ne. Človek ima 80,000 misli na dan, v povprečju 70,000 se jih ponovi, 10,000 unikatnih. In ti se zakačiš na uno negativno. Ne na uno, jaz sem legenda, ker sem to naredil, ne, na uno, ker si nisi dobro bezlag zavezal, si pač bumbar. In ko so prevzeli odgovornost, danes nimajo več izzivov s tem. Pa je bil fant, ki je bil skus jezen, in pa sem mu malo razložil, kako to pride, zakaj se ljudje tako vedejo in si je znal razložiti in je spustil to jezo. Čeprav na šoli se je mogel prešolati, ker so na šoli imeli poslušanja za njega, da je bad boy, da je slab, mama mi je klicala, ne vem več kaj narediti, mi smo probali že vse, tebe imamo, on je spremenil vedenje, ampak na šoli ga še vedno tako gledajo. Sem rekel, nač probite prešolati, ne, se je že ona rekla, ne. Je prišel na drugo šolo BP, nobenih težav več z njemu nimajo, nobenih izpadov, nobenih, nič več klicanje šole domov, da je on neki kriv odgovoren. Tako da ja, en me je čist presenetil še bolj na začetku tej poti mentorstva. Je rekel, jaz ne moram biti skoncentriran po 6 uri. In pa sva malo gledala in je prišla do tega, da on obstaja, kot da je nesposoben. In sem rekel, ok, naloga do naslednjega tedna, vsako jutro si umivaš pa zvečer zobe in si ga umivaš kot najbolj sposoben človek na tem planetu. Ti si govoriš, jaz sem sposoben in zraven razmišljaš, kako si najbolj sposoben človek na svetu umiva zobe. In še eno drugo nalogo samo dal in pol čez en teden se slišva in rečem, kako je,
z lahkoto do 8 ure zdržim, nimam težav več. Kaj pa si delal? Jaz si ne pišem nalog. To je njihova odgovornost. Ti si prišel k meni, ti hočeš moje vodenje, ampak jaz ti ne bom nič namesto tebe delal. Niti naloge si nam zapisal, ti boš povedal, kaj je bilo, malo si pa zapomnim, da vem, da me ne mora okrog prenašati. In rekel, ja, tu zjutraj pa zvečer si umivam zobe kot najbolj sposoben. Toh malo. 4 minute na dan pozitivnih afirmacij in on je kar naenkrat bil do 8 ure skoncentriran in niso imeli več težav z njim v šoli. A največji bad boy na šoli, pač, skus težave, ker pač je obstajal, da ni sposoben in da on ne mora. In ker je zamenil, da je sposoben, da lahko, se pa dogajajo čudeži, to je ta being, moč bitja. Zelo na umskem nivoju se mi to vse sliši, kar delaš. Ja, jaz pač, meni deluje. Ja. In zato, ker jaz z njimi delujem. Jaz na čustvenem pa počutvenem težko se tam not pogovarjam, ker so tudi zadnji avtomatizmi. Jaz verjamem, da imaš kontrolo nad svojimi prepričanji pa vrednotami, imaš odgovornost za to, kar ti leti ven iz ust in kar narediš in posledice tega. In zakaj si ti, če bi jaz zdaj taj preko Jure, ti si kreten in ti bi se razjezil nazaj. Tebe ne mod, da sem ti jaz rekel, da si kreten. Tebe mod, kako jaz vem, da ti tu misliš o sebi. In tu bi te vrglo ven. Ker ti veš, da si cool oseba, jaz taj rečem, Jure, ti si kreten in ti bi tako, ok. Ja, včasih res naredim kaj novega. Ja, ne jemljem si tega osebno, pa ne povezujem lastne vrednosti s tem, kar mi drugi rečejo. Ampak, če pa bi ti mislil, da si, seveda. Pa bi ti to vrglo ven. In se pravi, je na tem umskem, mentalnem, se strinjam, ampak na koncu večina stvari za ljudi se dogaja, ti si skus razlagaš vse. Ti tudi svoje občutke si razlagaš. Ti rečeš, da je jeza zakaj, ker te je nekdo naučil, jeza je taka pa taka. Kaj pa če je tu v resnici keks? Ampak ok, imamo to besedo, za katero se vsi strinjamo, pa približno vemo, kaj pomeni. Ja, jaz ne maram, ko ljudje rečejo negativni občutki. To ne obstaja. Točno to, neprijetni so. In v trenutku, kad že tako malenkost ljudem poveš, pa se strinjajo s tem, je tako, ok, v redu, Ja, tudi to je life, tudi to je life. Tako kot un video, ki sem ga dal na Instagram, kam je Sandi rekel, tudi to je vreme, Če daš pada, tudi to je vreme, Kaj se pizdiš, stari, kaj naredi zdaj, da bo drugače, Ker ti čutiš strah, ker čutiš jezo. Vse je v redu. S tabo ni nič narobe, Ampak poglej, od kje prihaja, Ja. Recimo, če danes pada zdaj dež in ti si popoldne pa hotel se 3 ure igrati svojo hčerko zunaj, jo na gugalnici gugat, valjda, da boš bil jezen, ker ti je uničil plane, ampak ni ti uničil dež. Ampak tvoje pričakovanje, tvoja projekcija prihodnosti, ki se zdaj ne bo uresničila in se boš ti, kot po defaultu ljudje leni smo, mogel zdaj ukvarjati, da boš bil kreativen, da si boš mislil nekaj novega, poleg vsega stresa, ki ga imaš v življenju, si moraš zdaj izmisliti še neko novo aktivnost popoldne in moj bog, koliko je to naporno. In je lažje biti jezen in se pritoževati nad vremenom in uničiti flow cele pisarne ali pa ljudi okrog sebe. Ampak tako smo bili naučeni, na koncu, če gledaš. In zaradi tega jaz rad delam na tem nivoju in jaz gledam samo to. Zame ne obstaja priden, poreden, dober, slab, prav, narobe. Obstaja samo, ali deluje ali ne deluje. To je to. In če ne deluje, kaj boš ti naredil, da bo deloval? In če ne znaš, sem tle jaz, ki te lahko pri tem vodam. Ja, sej, ni bolečina tista, ki nekako nas jebe v glavo, ampak trpljenje, Bolečina je najbolj resnična stvar na svetu, to pravijo stoiki. Ti od bolečine, če je pristna, ne boš mogel pobegati, ne boš jo mogel odmisliti, reči, ne, se me ne boli, ampak kaj lahko narediš, da jo boš premagal ali pa koliko jo lahko sprejmeš. In to sprejemanje je v bistvu točka, kjer ti nehaš trpeti. Pa je lahko to smrt bližnjega, je lahko to nek problem, ki ga imaš, itd. Ko ga sprejmeš in rečeš, ok, tako je. Šele takrat imaš ti kontrolo, da lahko reagiraš pol naprej. In to sprejemanje je nekaj tacga, kar ljudem po moje največ da. Torej, jaz mislim, da ljudem daš možnost, da sprejmejo, kaj se dogaja in da ni unga, blindiranja. Ne, vse v redu, dej, pusto, to je sam misel. Ne. Sprejmijo. Realno je tle. Ja, v redu je. Če imaš občutek zraven, je kle. In tako, kot ta misel pride, tako lahko tudi gre. Ampak
ti z mislimi ne boš misli rešval. Nekaj boš mogel narediti. In že prvi tak manever, ki je, ki ga jaz doskrat uporabljam, je, ki je poplava v glavi, 10 vdihov globokih, izdih daljši kot vdih. Huberman sploh nima veze, ampak fokusiraj se na dihanje, fokusiraj se na nek občutek v telesu. A čutiš desno dlan? Ja, zdaj jo. A obstaja kakšna misel? Pismo ne. In itak ti skozi pol beži nazaj, ampak ko si ga ti pripravljen, oziroma ko ti rata hrčka mal utišati, pol pride v telo. Mi je ful všeč, ker se to na delavnici od Tribe dogaja, da ti greš čez težke fizične napore, pa pol mrzlo vodo, pa pol še savno, kjer ti sam vlečete v telo, sam čut, bolečino, sprejmijo, pet čez to. Ne morem več, stari, kdo bo prvi nehal, jaz ne bom prvi, ne nehati. In pol pa še ta kolektiven duh, pa energija, ki pa vse sam naprej vleče. In kar naenkrat se pol je vse v redu, pa so čustva na planu, pa so solze, pa dretje, pa ne vem kva vse. Ampak pismo, če bi pa veš sam z mislimi rešval, se mi pa zdi, da težko je, ti moraš folku dati kontrolo. Ja, tako prav, pač to jaz to učimo, to odgovornost. Ta res odgovornost. Ti si odgovoren, In ne moraš ti, lahko nehaš misliti, ne. A lahko zdaj ustavi bitje srca. To kontrole imaš v life. Nimaš, nehaj dihati. Probi nehati dihati. Ne gre, ne. Probi nehati misliti, ne gre. In imaš pa kontrolo nad temu, ali bo tvoja beseda pa dejanje, ki jo bo zdaj naredil, šla v skladu s tem, čemur si ti predan. Ali bo šla v skladu z nekim pleasurejem, z nekim momentalno mislijo, zdaj bi bilo dobro skaditi en joint, zdaj bi bilo dobro iti malo igrice igrati, se bom pol, zdaj bi bilo dobro malo Netflix, zdaj bi bilo dobro, da spijem eno pivo, whatever. Reči narobe z nobeno od teh dejanj, ampak če se ta dejanje narediš takrat, kjer si imel plan narediti nekaj, kar gre v skladu s tvojim commitmentom, ti tu poruš najprej pri tebi zadeve in posledično pol si ti živčen, si jezen, si nervozen, se dogajajo te zadeve in pol pa pride žena, pa ti reče, Jure, kje si bil? Eksplodiraš. In tu je ta na koncu draž življenja, ki je pa toliko preprosto. Jaz pa vedno povem zgodbo, naša spletna stran za live.eu je bila postavljena v 2 urah. Vsakih 10 minut sem pa polkal 20 sklec, ker je prišla blokada in nisem mogel več, megla, nisem vedel kaj naprej, sem spumpal, kriza cirkulira, bum, in sem naredil 200 sklec in postavil celo idejo spletne strani. In tu svetujem mladim, tu nared, ki se greš učiti. Ja, se to, Tisti, ki mislite, da preveč razmišljate, ni problem v tem, da mislite preveč, ampak da delate premalo, overthinking, kako ga hitro ljudje vržejo. Kako ustaviti overthinking? Škva overthinkam, jaz sem overthinker, overthinkam, kva to pomeni? In pol je, skozi razmišljam, skozi sem v glavi, pa kva. Imaš preveč časa. Už kaj naredil, ali mislim, Dej nared nekaj, pa vem, da je ful težko to. Saj še jaz sem kdaj stari na kauču, pa misli. Pet dihati, pet v meditacijo, pet sklece delati, pet na fitness. Ma v lifeu zdaj, kvaj s tabo, raj bom ležal, pa žrtu špilu, pa sej s tem nič narobe, tudi kdaj to naredim, pač fuck it, vsi smo ljudje, Ampak točno pa vem, da če uno naredim, mi bo pomagal. Sam, a jaz sploh hočem, da mi pomaga. Veš, kle je to, A jaz hočem, da mi pomaga, ali živim svojo iluzijo žrtve, zato ker dejansko tudi, če jaz trpim, mi je udoben. Udoben mi je. In sam misli so, v redu je. Ampak če hočeš pa ti premikati svoje življenje naprej, pa če hočeš delati na sebe, to pa ni lahko. In tkle je ta del, pač ni point v tem, da si ti zbereš čim lažje, čim bolj udobne življenje. Ampak da rataš čez dalje bolj močen, da stvari, ki so ti bile prej težke, ratajo lahke. Kar itak pripelje pol nove izzive. Ampak kaj, sej point človeškega obstoja je evolucija, Tako kolektivno, kot tudi individualno. To je to, jaz mladim rečem, fantje, če oči voz 180 po avtocesti, kaj je tvoja naloga, ko dobiš izpit? 230, Hočeš biti boljši od oči, ali? Ampak če oči trpi pa pije, kaj je tvoja naloga, ko boš ti na leto na overo? Če oči ne spoštljiv do mami, kaj je tvoja naloga, da si kakšen do žensk? In punce, če mami ne spoštuje oče, kaj je tvoja naloga, kakšen si do... Vsaj je 10krat jače, v bilo kjero smer gremo, to odgovornost imamo vsi. In pa tudi mladi sprašujejo, zakaj trpim, zakaj, kaj je point, Rečem iskreno, ne vem, zakaj je naš možgan tako narejen, da uživa v trpljenju, ampak
če malo pogledaš, te učijo tega, a ne? Mi smo krščanska država, kjer je trpljenje osnova, da sploh lahko prideš gor, a ne? In pri tem moraš še biti milostljiv in pustiti vsakmu vse in vse verjetno si jaz to narobe razlaga, ker nisem nikoli študiral, tako da če je kdo res veren in je preučil, se opravičujem za ko čem reči temu, razlago, a ne? Ampak je tudi tle v prostoru, a ne? In ta strah je itak z nami od 60,000 let nazaj. Ti se bojiš ostati sam, ker če si 60,000 let ostal sam, te je dobil medo 1 na 1, ni bilo dobro, ne. Sprav si mogel slediti skupini, ne. Danes pa sledimo skupini, vemo, da ni dobro za nas, pa še kar sledimo, pa zgubljamo dobre frende zaradi tega, recimo bullying je točno tak primer, ne. Če bi se postavil za žrtev, bi dobil verjetno best frenda, ko pa tam gledaš, pa je ti okej, da tebe ne, ali pa sam da tebe ne. Dobro sem dobil tega sošolca, ker imam zdaj mer, 8 let, 3 leta, 4 leta, ne. Si pa tle, ampak si dobil full friendov. Ker te bojo pozabili. Ta te pa ne bo nikoli pozabil, če ga boš pomagal. Sej prideš v življenju, sej ti da vesolje, pač ti da lekcijo. Slej, ka prej jo dobiš, v taki formi ali pa drugačni. Zdaj sam, koliko hitro boš ti dojel, da je to v bistvu lekcija, ki ti hoče nekaj dobrega. Ali kolikrat boš govoril ti, samo sranje se mi dogaja, stari, noč mi ne laufa, tega ne moram rešiti, unga ne moram rešiti, koliko je to vse gnilo itd. Sej, na konc dneva pol je kle sam perspektiva, ne. Ja, in jaz kar mladim probam jih točno tu spodbuditi, ne. Prevzamem odgovornost za svoje življenje, besede, dejanje, posledice tega. Brez tega ne bo tazga življenja, ki si hočeš, itak je noter nekaj vprašanj od motivacije do vsega tega smrti, dilanja z alkoholom, nasiljem, zlorabami in kako se učiti. Vse je že bilo vprašano, ampak na koncu je vedno ta odgovornost. Je pa tle ta skrb, veš, jaz imam, zdaj bi mogoče s tabo to predebatiral, ne, ker imaš hčerko. Jaz, kad delam z mladimi, sem trenutno in se tu pogovarjam z ljudmi in eni se strinjajo, eni rečejo vseeno, sem resnično zaskrbljen za mlade, katerih starši jih objavljajo kot otroke na social medije. Ker si predstavljaš, da je 15 let stara punca, je všeč fant in oni reče, ne, jaz ne bom s tabo, ker sem te videl, kakšna si bila pred 3 letih cela škrbasta in jaz nočem imeti tazga otroka. Ta punca prije domov, naredi kaj? Ja, mislim. A veš, ful velika odgovornost, ne rečem lahko, da pretiravam, jaz rad grem malo v te ekstreme, zato da dam misliti, ne zato, da bi tu res. In vsak lahko reče, ja, pa mi bomo tu že čez pogovore, pa bomo, okej, super, ne? Ja. Sam. Definitivno je to ena taka tematika, kjer se bosta vedno najdla dva pola, ne? Ja. In jaz bi rad tukaj sam to zavestu, da ne glede na to, kjermu polu pripadaš, torej, a si za ali si proti temu, dajmo se vse en drugega spoštovati. In če nekdo misli drugače od tebe, vse je v redu. A ne? Ne pomeni, da se moramo vsi strinjati o nečem. Ampak je pa pač tukaj ena zelo pomembna točka in sicer, da na kjermu polu si, pol prevzem odgovornost za to. Exactly. Torej, če se to zgodi pol tvojih hčerki in dejansko pride do tega, kar si ti zdaj rekel, kar je res ekstrem, spremlji posledice. Ja. A ne? Kar jaz mislim, da je prav, da ko se o teh tematikah tudi pogovarjamo, je, da znaš argumentirati, zakaj. A ne? In ne vzbujati recimo strahu ljudem, ki so že itak konstantno pod strahom. Ker bo pelalo to samo do še večje te potrebe po varovanju in ne vem kaj, paranoje itd. Ne? Še zmeri tudi pogovor z otrokom glede teh stvari je dober, pol ko otrok začne pač to razumevati. Kaj lahko dojame. Ne bi pa zdaj rekel, da je sveto pravilo, da, a veš, vsi, ki boste to naredili, se vam bo zgodili isto. Ja, ne, isto to je pa igranje bogane. Ja. Saj jaz rečem tako, ne, zakaj, recimo, jaz za life imam te vrednote, spoštovanje, odgovornost, integriteta. Mislim, nam je pač pridružil Žan, ki je objavil svojo hčerko 4 mesece, 5 mesecev staro na social media in sem rekel, Žan, če hočeš biti del za life-a, to skenslej takoj. Pač ne delaj tega več, te nisem videl več tega narediti. Pa je rekel, zakaj? Sem rekel, zakaj?
ker ti si svojih hčerki vzel izbiro do tega, kaj bo šlo online, pa kaj ne bo šlo online. Kar se meni zdi, da je pa naloga moja, da dam mojemu otroku izbiro. Z tega medva ne objavljava, se oba dva strinjava, z Uršo. Lahko se bo zdaj štelo obsojajoče, ampak ni, da obsojam. Jaz sem res zaskrbljen, ker si želim, da ljudje dobro živijo, da ljudje nimajo teh težav, ker že tako življenje, rečemo ti, nameče bombice, se zgodi, da žena dobi raka, oči, možganska kap, tam umre, gre po cesti, zdaj Flixbus se je prevrnil 5 mrtvih. Moraš vplivati, To so pa stvari, na katere imaš vpliv in lahko predvidiš outcome. In zdaj, si res pripravljen se s tem outcome delati in izpostaviti svoje bližnje temu, zato da zdaj trenutno pa lahko dobro živiš od tega. Pol otroku rekel, če te ne bi objavil, ti ne bi mogel kupiti barbike. Pač je tle taka, rečem te, jaz ne maram vzemati ljudem izbir. In to pride do kogarkoli. A nisi ti s tem, ki si temu človeku rekel, da tega ne sme delati? Ne sme delati. Njemu sem vzel izbiro, nisem vzel izbiro, da on ne sme tega delati. Samo pa določil standard ali pa kulturo, ki bi jo jaz rad vzgajal znotraj za life, v katero verjamem, in sem mu to predstavil. In je on rekel, pismo nikoli nisem tako pomislil, imaš prav, res je. Jaz njej vzamem izbiro s svojimi dejanji in tega pa nočem dati svojemu otroku. To je bilo. Je bil pogoj, ampak ti pogoje imaš non-stop. Tudi ti ne sprejmeš vsazga na podcast, kot si rekel. Pač imaš pogoje. A si zdaj tem ljudem vzel izbiro do svojega glasa? Ne. Lahko oni naredijo svoj video, povejo svojo zgodbo, objavijo na YouTubeu in bo kar bo. Se pravi, imajo še vedno možnost to početi, sam ne okrog tebe. In moje življenje gre tako, kot jaz rečem, da gre. In jaz se družim s temi ljudmi, ki se jaz hočem družiti. Vedno dam primer mladim, ki tudi, kako si izbirati partnera, če sem bil v eno punco, sva bila res zaljubljena, samo ona je kadila. In sem rekel, si pripravljena nehati? Je rekla, mogoče enkrat. Sem rekel, pa ne bova šla skupaj naprej. Zakaj ne? Ker ne bom živel življenje z 90% šanso, da in svoje bodoče otroke in vnuke pač obsodim na to z 90% verjetnostjo. Ker ti tako, da ti rečem, 90% verjetnost je, da greš le čez cesto, da te zbije avto. In ti si tako, ok, ajde, čau. Pa te zbije avto in bomo vsi, bogi Jure. Kaj bogi Jure? Jure je bil bombar, vedno je, da je 90% šanso, da ga zbije avto, oni so še vedno čez. Nič ni bogi zdaj. In meni ta neodgovornost, ta ona žrtev, mi nočem tega imeti okrog sebe. In tega ne toleriram in ljudje, ki pa tu imajo, hočejo tu živeti naprej, imajo okrog mene izzive in jim ni fajn. Ampak jaz rečem na koncu, lahko ti ni fajn, ker ti jaz povem, ker ti bo pa življenje dalo plesko, bo pa malo drugače. To se mora zgoditi. Vse to se mora zgoditi. Vse ljudje obrnejo life 2 bolečine, strto srce pa huda bolezen. In zakaj bi do tam se vozili, če ni treba? Pa smrt. Mislim, če govorim pri sebi, ti imaš strto srce ali pa doživiš hudo ljubezen in to je velika verjetnost, da boš obrnil trajektorij svojega lifea. Ker če ti umreš, pa ne moreš več obrniti. Mislil sem bližnjih. Bližnjih. Ampak je spet vprašanje, če ti pomisliš, rečemo zdaj, ki sem že dal ta primer z pač rakom na pljučih, 90% verjetnost, če je moj oče tega umrl, pa ti kadiš, če boš ti pa rekel, zdaj pa moj oče tega umrl, jaz pa tega zdaj nočem, mene pa tu preveč boli. Ali boš rekel, itak je bila starost, logično, od nečesa moraš umrti, pač bom pa od tega. In pač že smo to delali naprej, se oče je šel pred mano, huj bi bilo, če bi šel sin pred očetom in pa imaš lahko polno razlogov, zakaj opraviča svoje delovanje še naprej. In pač tu si jaz želim pri mladih spodbuditi samo to, da ve, karkoli on danes počne, se tu pri vseh, karkoli ti danes počneš, se bo to nabralo, compound effect, ki bo imel svoj rezultat. In če ti bo ta rezultat neprijeten, ne pa reči bogi. Ne pa reči, zakaj me noben ne hodi v bolnico gledati. Zato, ker 4 leta star otrok ni bil narejen, da hodi detka gledati v bolnico, ker razpada na obroke, pa 1 uro sedi, pa se vsi derejo na njega. Ne vleč kablov, ne teč, ne uno, ne tretje. On je bil narejen, da se bo dedek z njemu igral. Zdaj, pustimo stvari, na kere nimaš vpliva, ampak te, ki imaš, kaj daješ vase tle,
v usta, pa kaj daješ vase tle, pa imaš vpliv. Sej miselnost je zgrajena iz dveh stvari, vsebine, ki jo poslušaš, pa gledaš. In kar je na repeat, jo determinira. Prijavno zaradi tega pride do tega, ti ljudje pišejo podcast, gledajo in so jih pogledali to, ki so videli, ok, najprej te, kako ljudje gledajo. Najprej gledajo, da te preverijo, če si real. Pa vidijo, da si real, a ne neka splošna tendenca, vidijo, da si real, ok, poglejmo, bom probal. Jure je rekel, da imamo probati. Jaz sem tudi danes zjutraj poslušal tvojega, ta Huberman, ki si rekel dihanje, prej smo štartali, sem bil tam, ker sem šel na stranišče, sem rekel, ker sem imel polno unga, kam greš zdaj tu, malo debatke tle s fanti in pol lahko preletiš noter z neko, a veš, pod vplivom in uno, da se, ok, zakaj sem jaz tle, kaj želim dati, kaj želim predati. In ja, ok, dajmo probati. Deluje. Ok, cool. In pa ti napišem, Jure, hvala ti, nisem gledal Hubermana, sem pa tebe. In moj life je zdaj full bullshit, ker vsakič prejemam neki, podiham, greba, a ne. In na koncu to je to. Probaj, če deluje zate super, če ne, išči nekaj drugega. Točno to. Ja, Jernej Picelj, ali nejc. Ko ne te poveže. Kako pišeš, ampak Jernej, spet malo za konec. Pol je čudno, ki me mami zdaj pokliče Jernej ali pa babica, veš, ker sem jim pač povedal te zgodbe in posod tako malo guilt tripa, veš, majo, ali vse v redu, pač zdaj sem že cool z vsem tem, pač to je že zdaj min. Ja, ne vem, največkrat mi rečejo JP, tako da. Vse sem že bil, no. Dobro. Ja, hvala ti, ker si se klele oglasil. Jaz imam še eno vprašanje zate. Super, da ve. Mogoče ga že slišal na podcastu. Ja, ta zadnjo, a ne. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Vsak dan živ tako, da boš konec dneva ponosen nas. Lepo. Dajte. Bi še kakšno zaključno misel delil sam, povedal kaj? Jaz lahko govorim, se verjetno smo gotovili čez ta podcast. Tem je veliko. Osnovo, kar bi rad sporočil, da je res delite vse, kar počnete, s spoštovanjem do sebe, do ljudi okrog sebe. Če kdaj padete dol, zmagovalci se delajo takrat, ko se najslabše počutiš. Misel, kaj imam jaz takrat je, če bi moj dedek nazaj prišel, ki je letel mimo metkov in bom po novem mestu, ki so Italijani okupirali, zato da sem jaz danes tle živ. Veliko bolj težji časi za preživetje, a ne? A bi bil ponosen name ali ne? A bi mi rekel, šmrkavc, kaj se greš, da razmišljaš, da bi končal svoje življenje, zato ki se ne počutiš dobro, ker je Wi-Fi padel dol, ali pa ker ti je oči rekel, da si bedak in zdaj konc life, saj se sliši tragično, ampak če pa bi zdaj se rodil v Palestini, bi bilo malo drugačne. Bi bilo pa mogoče res tragično, a ne? In pač to, živ v spoštovanju do sebe, svojih prednikov, svojih ljudi, ki so tle in ki pridejo za tabo in ne moraš zgrešiti. Ne moraš zgrešiti. Sprejemanje. Sprejmi odgovornost, naredi spremembo ali pa sprejmi posledice. To je to. Hvala ti. Hvala te. Res.